Dame in gospodje, dobrodošli v še enem podkastu Brez dlake na jeziku, ker bomo danes res brez dlake na jeziku, razen če je naša gostja kosmata. O tem je bomo seveda povprašali malo kasneje. Z nami je punca, ki je bila pred časom zvezda oddaje Masterchef, torej je kuhala. Potem punca, ki je obvladala slaščice, torej je šla v slaščičarski posel. Potem pa očitno ugotovila, da se v nekem drugem poslu malo bolje služi in si je odprla OnlyFans profil. In v kratkem času, kot mi je znano, postala ena najbolj uspešnih slovenskih, morda tudi širše nastajajočih OnlyFansov. Zdaj, zakaj, kako, čemu in tako naprej, pa seveda v nadaljevanju pogovora z mano je, pazi zdaj ti to, Erika Črnigoj. Čau, čau. Erika, lepo zdrav in dobrodošla v moj podcast. Dobar dan, hvala za povabilo. Skopra sva šla, ne? Ja, Skopra. Pa si ti je dal tako daleč furat za nek fucking podcast, da mislim, je to pametno naložba. Zate vse. Zame vse, Ja. no tako se govori. Izjema. Tako se govori. Lej, Erika, dajmo začeti direktno. Začnimo direktno. Tako kot se spodobi, malo sem čekiral te tvoje nastope v teh podcastih, onih podcastih, neko vojno si imela celo s tem youtuberjem Timom Pesom, ki je bil šokiran in zgrožen, da tebi paše lulanje. Mislim, zdaj pa čakaj malo, si ti, z kere dobe si ti pobegnil. Lulanje, to je nekaj čist vsakdanjega, kar se mene tiče. In daj pojasni zdaj to, zakaj je bil tako zgrožen in ali je bil samo on tako zgrožen, ali je cela Slovenija stopila v luft, ko si ti to umenila, da tebi to paše, če kdo na tebe lula. Nema to razpucati. Okay, prvo, da razčistim. Rešismo, ja. Jaz sem rekla, da mi je fetiš in ne, da delam to dnevno. Ljudje se ful lažejo in ful širijo govorice. Pizda, ona to dela enkrat na 14 dni, sam ne vsak dan. V življenju samo enkrat se je to zgodilo. Samo enkrat? Samo enkrat, zato ker mi je pač fetiš in pač ne pustim vsakemu, razen če imam res rada osebo. Okay. Samo enkrat specifično, tako da ljudje ne se lagati. In Tim Pes, on pač uživo sem ga videla še naslednji dan. In sem jo opravičil. In pač mi je rekel, da naredil to sam, da dobijo glede. Pizna mu materna. Okay. Ja, pač v bistvu sem mu je povedal, da to ni lepo, da ne širi govoric, ne bo nikoli nesramen do ljudi in pač sem jo opravičil in povedal, da je naredil to za clout. Pač razumljivo, sej ti naredi, kar češ, samo bodi prijazen do ljudi. Ampak se ne pa meni bilo zanimivo, ker sem malo čekiral te reakcije, da vse ni bilo pa par ljudi malo zgroženih, šokiranih. In to pazi leta 2025, zdaj ne vem, koliko ti mene poznaš, ne vem, če veš, kaj sem jaz. Jaz sem imel eno erotično vdajo, pornografsko 8 let. No, zdaj veš. Zdaj ni več, ampak bila je 8 let in tam smo počeli, debatirali celega Boga, tudi z gostjami in tako naprej. Mogoče sem jaz tak, bom rekel, odprt, da mi to nič ni bilo groznega, ampak gledal sem tam in tvoj pogled, mogoče, smo Slovenci preveč zaprti, da nas šokirajo take stvari v končni fazi. Drač ljudje, Slovenci so ful ljubosumen, ful judgmental narod. Meni se mi fetiši zdijo ful lepa stvar, pač bolj moralni večinoma vsi imajo. Eni se pač ne upajo priznati in poležalijo druge. Ampak če bi jaz to rekla, naprimer v Ameriki, to ne bi šlo viral, to bi bilo pač vsakdnevna stvar. Pač, ja, samo Slovenci smo ful judgmental in ful obsojajo druge in žalijo. Zato, ker pač vejo, da oni imajo iste stvari, samo si ne upajo javno priznati ali pa niso odprti glede tega. Meni se mi ne zdi nič ta, za vsak fetiš je lep na svoj način. Dokler ne škodimo drugim, ne vem, zakaj se ljudje sekirajo. Ampak ne bi povedal, če si ti to rekla, da si ti to samo enkrat probala, Če je to tvoj fetiš, bi mogla hrepeneti za skozi, da bi to večkrat počela. To pa zdaj mi ni najbolj logika, da bi to zdaj pojasni. Pač jaz tak sem samska, nimam tako samska. Pa zakaj si sam? Mislim, čakaj, ti najdemo koga, ali kaj je zelo na hitro? Dvomim, da bom dobila, ker pač imam OnlyFans. Samo pač itak mi je všeč, samo ne pustim vsakemu, razen če imam osebo res rada. Mogoče se javi v komentar nekdo, ki ga boš imela rada, pa te bo lahko lulil, kaj jaz ne vem, mislim, naredimo zgodbo, jaz ne vem, ne se javi, kdo pa ne pove, ampak ko si glih omenila to, da si samska, ker imaš OnlyFans, misliš, da je to glavni problem? Ne, jaz itak sem samska tako že 20 let. Nikoli nisem... Če si stara 19 let, koliko si lahko 20 si stara? Aha, ok. Sem jih imela 20 let. Ok, pošteno. Pač
ne bom hitela v neki, če čutim, da ne bo to večno. Rajši sem samska in trpim sama, žalostna doma, res je. ko pa se dajem v nekaj, kar nočem. Ja. Pa mislim, kakšni fanti so ti pa všeč? Mislim, kaj je problem, da si pravzaprav samska? Kje nastane ta crash, kratek stik? Ali pač, če se pogovarjam s kom, ali meni ni ok on, ali pa jaz njemu. In pač, pa si pač nismo usvojeni. Ja, ampak kaj te zmoti? Kaj te zmoti največkrat? Nič me ne zmoti. Ja. Pač, če se jaz pogovarjam z nekom, ki mi je lep, pač čutiš, veš čez nekaj cajt, ali je povezava in se vidiš s to osebo čez 20 let ali ne. A tako ti gledaš to, da če 20 let že zdaj vidiš, mogoče pa si zato samska pizda, zakaj ne gledaš čez mesec, kaj bo, ne, čez 20 let? Ne vem, nočem z vsakim tipom zdaj, pač probavati. Rajši pač sem samska, si ne nabiram body countu in... Ok, se pravi, da tudi na zmenke ne hodiš pa to, ali kaj? Ne. Pizdarija. A tako imaš ti to narejeno? Ja. Kaj pa imaš veliko teh snubcev, usvajalcev, takšnih in drugačnih frajerjev, ki te hoče, ne vem, na zmenek zvabiti ali kakorkoli? Jih imam ful, ampak je večinoma vse preko socialnih omrežij. In pač jaz preko socialnih omrežij sploh ne odpisavam, ker nikoli ne veš, kdo je dejansko za telefonom, za ekranom. Če pa pride oseba do mene v živo in pač mi je cool, se poštekamo in me povabi, z veseljem pač rečem ja. Samo če grem na date ali pa tako, je specifično samo, če ga vidim v živo. Na socialnih omrežjih ne odpišem. Se pravi, v bistvu niti enemu, ki ne vem, se trudi, pa ti piše, ne boš odpisala. Ne. Pizdarija. Pač lahko, da odpišem, ma zavrnem in pač povem razlog, zakaj. Kaj pa či koga spustiš, ko je pa mogoče vredo, pa te pač ne more spoznati, ker si iz fucking Kopra, ne? On je pa ne vem, z Murske Sobote, ne? Ja, pa si pa nismo osvojeni. Ampak lej, če gremo... Jaz verjamem v to, da vse, kar ti je osvojeno, bo prišlo. Se pravi, vse je usoda, kaj? Ja, jaz v to verjamem. No pa kakega fanta bi pa recimo imela, če bi ga imela, kakšni je tisti, bi še rekla, fuck, tam je pa zdaj zvrgo po tleh, taj pa, wow. Kak bi mogel biti? Da trenira. Kaj, košarko? Ne, fitness. Fitness? Všeč mi je, da skrbi zase, za svoje telo, da je lep, poštiman, dobra higiena, lep nasmeh, očke seveda. Tatuji so plus. Tatuji so plus? Ful je plus. Kaj pa karakter pis, da to gledaš, kaj ali nič? In mora biti prijazen do mene, romantičen. Všeč so mi tudi, če je malo bad boy, tako, pač lump. Da je barabal, kaj? Da krade, pa se strela, kaj? To bi rada, kaj? Ne, tega ne, samo tako player. Player, bravo, ja. Zdaj si naštela pač enega, ko bi mogli jih 5 biti, da bi se sestavili v enega. Player, pa fitness, in če kuha je plus. A še to? Ali pa slašičar, to je plus. Zdaj še to biti zdaj. To je plus. Da se strela, pa še da kuha, pizda. Ja, Erika, to boš sama, malo boš kar nekaj časa sama. Ampak glej, te barabe, ko si umenila, to so nevarni tipi. In mora biti više od mene. Više od tebe? Ja. Čujem sem, to so nevarni fantje, veš? Ne, niso nevarni. Te barabini, bom rekel, ne? Ne, taki so ti pač všeč. Mogoče zdaj, ko si še mlada, veš. Erika, daj mi reči, če gremo malo na začetek tvoje kariere, te medijske, ta Masterchef, to vem, da so te... Šef se upravičujem, ok, Masterchef, vem, da si tam prišla not in da si zelo hiti spadla, Zdaj, ali nisi znala kuhati, kaj neke makarone, sem bral, da so te okoli prinesli, V bistvu, ja, jaz sem naredila raviole in tam, ko stisneš, ko je več testa na kupu, tisto je bilo pač srovo. Ja, zakaj si pa naredila to tako, za en kurec? Kaj je bilo? Mislim, da znaš kuhati? Ravioli so preplavali do gor in jaz nisem imela, da tisti koščki, ki je več testa, da pač znajo biti srovi in pač tu me je spukalo. Pa kaj, prvi teden si odpadla že? Ne, jaz sem od 19 sem izpadla 13. No to pa ni tako, Sem imela 19 let, tisti dan, ko smo se lotili snemati, sem imela 19 let, kot da sem bila najmlajša. Prijavila sem se, ko sem imela 18 let in sem bila pač najmlajša, tako da jaz mislim, da mi je šlo še kar v redu. Lahko sem sploh vesela, da so me sprejeli, ker dosti ljudi mojih let sploh ne zna kuhati, še posebej, če sem imela 18 let. To je pa, čakaj, si bila najmlajša v zgodovini tega šova, misliš, je bil še mlajši? Pač v moji sezoni vem, da so bliže neki 18 let. Ker drugače, ampak ena najmlajših si zagotovo bila, ne? Ja. Nekaj, to je pohvalno, to te moram pohvaliti, da tako mlado dekle, kot si rekla, zna kuhati, raviolov ne, ampak ostalo. To ni slabo, na ta način, bom rekel, si širiš krog oboževalcev, ker moški pravi, vse veš, ljubezen gre skozi želodec in zdaj to pogosto
oj, ne. Fajn pa je, da zna punca kuhati. Ja, ne. jaz ful rada kuham. Meni je ful škoda, da nimam fanta, da bi mu lahko kuhala, Pa da bi ga lepo pista. redila, Ja, da bi ga delala, da bi bil malo bolj feti. ja, kaj, da bi se zredil, pa bi bil na koncu grd, ali kaj pa bi ga pa poslala. Ja, nekam. da bi se zredil in da ga punca ne bi več hotela. A da to bi bil je tvoj samo trik. moj. Aha, pa še tebi ne bi bil všeč, kaj pol? Ne, meni je všeč, da ima malo špeht. A res? Ja. Jezno, materno. No in potem si pa z tega šova šla ven in si pa kaj, začela delati v neki slaščičarni, kakor vem, ne? Ne, jaz zahač sem že delala v slaščičarni, v bistvu za Ja. restauracijo. Ja. In pole vmes. Aha, že, medtem ko si šla na šefa. Ja, Aha. jaz sem delala že 3 leta prej. Kaj že kot dojenček, Že prakso sem delala. kot otroček? Ne, prakso pač, ker sem Ja. bila drugi letnik. Aha, ok. In od tega sem pač ostala v tisti službi, pol čez ne vem, 1 leto sem pa začela delati bolj restauracijske sladice. Vmes sem bila še na eni oddaji Večera za 5. Kaj pa je to bilo že? Ko 5 ljudi kuha na domu in Aha. tisto sem so zmagovala. A to je tako riba, raca, rak, podobno? Ja, Aha. samo da ni za profesionalce. Aha, In pol pač sem dala na Masterchefu in po Masterchefu sem pa itek že imela rezervirano službo in sem šla delati v Rovinj. Sem bila tam 5 mesecev. čakaj, Rovinj, to je hotel ali kraj Rovinj. Rovinj na Hrvaškem. A to smislu, na Hrvaško si šla delati? Ja, ja. Tam, ko so swinger partiji. Ne. Jaz sem delala v hotelu s 5 A veš, da so v Rovinju swinger partiji, to veš? Ne poznam. Zdaj veš. Se jaz tudi ne poznam, samo govori se. V glavnem, no, in dejansko si kaj bila pol profi slaščičarka, če te prav razumem. Prav zaposlena si bila kot nekdo, ki dela slaščice. Ja, pač že od 17 leta. In to zdaj še delaš. Zdaj ne, zdaj trenutno imam samo OnlyFans. To zdaj na doma prišla, ja. Ampak imam na ven čez kakšne 2 leti, pač, da bom šla delati v kakšen London. Pač to mi je ful želja, London ali pa Švica. Tam itak pač dvomim, da bodo vedeli, da imam OnlyFans in tam so stvari tudi ful bolj na nivoju. In ful bi rada šla delati tja. Tako da pač imam namen ostati v gostinstvu. Ja. Zato, ker me pač to ful veseli. Ampak drugače doma kuham, kakšne cooking videe in tako. A to tudi delaš? Slečena, oblečena? Oblečena. Hvala Bogu. Ampak glej, ne, ampak v tem poslu, ko razlagaš, ne, se čuje dokaj to na nekem nivoju. Ni bilo dovolj denarja, ali ti hočeš preveč? Ne, gospodinjstvo je ful slabo plačano. Tudi v Rovinju, recimo v takem hotelu konkretnem. Ja. Resno? Na Hrvaškem je še slabša plača, jaz sem šla čez za izkušnje. Ja. Pač ti pomisli, jaz zmeri, ko sem delala povsod kot slaščarka, sem dobila 1300 plače. Ja? To Če si- neto govorimo. Ja, 1300. Jaz zdaj v Kopru plačavam stanovanje 1000 evrov na mesec. Ja, veš, ko v Kopru živiš, peč živeti nekam, ko ni tako drago, ne? Ja. Ja, v selih. Ja, pa koliko imaš, 5-sobno stanovanje, ali kako so? Ja, kaj? Jaz stanovanje sem dobila prazno, sem ga mogla sama opremiti. In je majhno, pač 50 kvadratov, niti balkona nimam. Ja, Koper je drag, ne? Ma vse je drago. Ja, nekam drugam, pejt, ne? Kam? V kurac? Ja, no, tudi lahko. Tudi lahko, če želiš, ne? Ali pa na kurac, ne vem, ne, odloči se Torej, sama. Ne? jaz nočem živeti, jaz nočem, da se preživljam. Bravo. Iz meseca v mesec, pač, ko sem delala dobesedno vse praznike, nova leta, božiče, vikende, vse sem delala, pač Aha. konc meseca zmeri sem imela nič na računu in pač nočem tega, ker vem, da pač, če hočeš imeti družino, ti ne moreš biti v najemu. In še če pač jaz sem samska, nimam nobenega, da si soplačujem stanovanje, pač moram sama vse financirati. Kaj pa sorodniki, starši? Ne živim doma. Ne vem, da ne živiš, ampak ti niso pomagali, nisi rekla, kaj, nisi hotla. Niso mi, niti ne bi hotela, ker pač, če sem dovolj stara, zakaj ne Si bi? tako se odločila. Nekaj takle, ko te poslušam, le, mislim, respekt, tu nimam kaj reči. Mislim, da bi mnoge punce tako razmišljale kot ti, bi to je za spoštovati, tudi zdaj ne zafrkavam, ne, se tudi hecamo, ampak tu zdaj resno govorim, to niso male zgodbe. Ampak te pa zdaj vprašam, ne, od vseh možnih opcij, ki so na svetu, ne, da bi ti lahko recimo zaslužila denar, ne, zakaj si se zdaj odločila ravno pa za ta fucking OnlyFans? Kaj pa to zdaj zgodba? To, ker pač vem, koliko denarja je tle noter in ljudje ful so me spraševali, če bi si ga odprla, pač Kjeri ljudje? starejši moški, ko so me So te vprašali? Ja, zmeraj so mi pisali, jaz bi Jezu, lahko mati. imela OnlyFans, jaz bi lahko A si imela jih poslušala? OnlyFans. Jaz sem vedela že tako od 16 leta, da si bom odprla. A, si že imela Zato, ker plan? pač vem, da se ful dobro zaslužim, zakaj ne bi izkoristila, dokler sem pač mlada in lepa. Ker, ne vem, ko bom starejša, Pa grda?
Ja. Okay, ja. Lahko da ne bom. Ja, ampak recimo, kaj pa ne vem, tudi prostitucija bi tudi služila, recimo, Ne, to pa nisi. ne, Si pa rekla, ne. tu pa. Ne Ker, bi. veš kaj, sej, če gledaš OnlyFans, je varna zgodba. To si lepo doma, prostitucija, tam se moraš dobivati s strankami. Ne, jaz Ti, se- ti si je ne, bolj ni- zajebano, ti si veliko bolj zajebano. Nikoli se ne bi dobila s strankami. Pač prvo že tako imam strah, že ko imam OnlyFans, imam full strah ljudi. Pred Ja. kako misliš strah? Pač da mi Kaj? kdo kaj naredi. Zdaj sem videla nekaj tipa ob 10:30 zvečer pod mojim blokom. Ja, pazi, pizda. Ja, sej in Mislim, pazi, imaš kakega bodyguarda, to si moraš najeti nekoga. Sam ga boš moral plačati. imam ne? paralizator. Kaj imaš? Paralizator. Aha, ok, to je dobro, pa nabav si jih več, ker je hiter Ja. crkne lahko. No pa dobro, in ti to narediš. Ok, ne? Zdaj pa moje vprašanje prvo. In tudi bolj moralni, vsi Ja. si nude pošiljajo med sabo. Ja, Pač vsi mojih let, kar Ja. jaz sem, vsi si med sabo pošiljajo nude. Ja. Jaz pač jih objavim na privat platformi. zakaj ne bi zaslužila z njimi? Ne? Zakaj Ja. bi gratis Zakaj bi jih pošiljala, ne? poslala za Zakaj stojke pizda bi, lahko? ja, zakaj tja gledaš, če tam kamera, zakaj gledaš tja, koga gledaš tja, če smo tam, pizda. Ampak gledaj, Erika, Ja, okej. da te vprašam zdaj to, predno bomo šla v ta OnlyFans pa te fore. Predno si to naredila, ok, si povedala, ampak tisti moment, ko si pa rekla, zdaj bom pa jaz to si naredila, kaj so bili zdaj te pomisleki? Si imela sploh kak pomislek negativen, kurba, kaj pa če? Ali si kaj rekla, naredim, ko jebe? Pač jaz sem vedela, da si ga bom naredila, edino malo mi je bilo žal, kar me je ustavljalo, da si ga ne naredim, je, ker v tistem momentu sem bila še kar poznana od Masterchefa in sem bila fulim otrokom vzor. Je bilo, evo. In to mi je bilo edino ful, Ja. če ne bi si ga naredila že prej. Samo pač nisem hotela, da ne bi razočarala kakšnih otrok ali pa tako, ker vem, da... Zakaj se tja govoriš? Ja, če si rekel, da... Ne. Če govoriš gledalcem, govoriš tja, ko se z mano pogovarjaš, pa gledaš mene. Ne rabiš tja gledati, sem vedel, da si za to vse pomešala. Ne? Okej. Tako ja, no hec Okej. izgleda, ja, no kar povej. Ja. V bistvu pač sam zaradi otrok mi je bilo žal, ker tega sem jim bila ful vzor. So te imeli radi? Ja, in tudi v šolo, ko sem šla enkrat kuhati, so me vsi pač imeli ful radi. In to me je ful ostavljalo. In pol pač enkrat mi je dopisno in sem bila, ok, si ja bom naredila, jebi ga. Ja. Moram gledati na se. Ja, in za družino mi je bilo žal. In kaj so rekli najprej ti otroci, tvoji fani iz Masterchefa, kaj so ti kaj pisali, kaj se greš? Ne, nič mi niso pisali, samo pač vem, da so bili verjetno, Šokirani. ja, ali pa niso vedeli še kaj pomeni OnlyFans in Ja, zdaj vejo. Kaj pa starši, ja, no, ko si jih omenila? Starši, sorodniki, prijatelji, babice. ja, pač za družino tudi mi je bilo ful žal. Si jim povedala sploh? Ja, jaz sem jim zmeraj tako govorila za foro, samo malo, da si ga bomo Za 2 odprla. dni, da vidiš, kak je. Ne? Ja, Okay. ja, in pač pol slejko prej sem jim pač rekla, lahko me podpirajo ali pa ne, upam, da mi bodo pač stali ob strani. Samo jaz dejansko ne vidim druge rešitve, da pridem do tega mojega stanovanja, ki bi Ja. rada imela. Pač dejansko ni druge rešitve, ker so pač take slabe plače in politika vse sfukana Ja. v Sloveniji. Ja. In glede na to, da pač se zavedajo, kakšna je situacija, verjetno mi pač stojijo ob strani. Mama si bo tudi odprla, mislim, si je odprla že OnlyFans. Ne, No, ne to govorim. gospod Črnigoj, kaj čakate? Ne. Če se ti služi, kaj je problem? Ne, mama. Ali pa Ata si bo odprl? Ne, tako govori. Ja, mislim, ne vem, vprašam, pa ti bo stranke brali. Ampak gledaj, Erika, no, dobro, to si povedala. Kaj pa ta pomislek, ko si rekla, bom šla v London, bom šla v Švico, se tam to ne bojo vedeli. Lej, veš kaj pravijo, ko je enkrat na internetu, je na internetu. Ne? Pač, če bojo vedeli, je bi, mene brija. Ja, te ne Pač, briga. če me ne bojo vzeli, bom pa nadaljevala z OnlyFansom, Ja. še boljši za me. Ja. No, ker pravim, to hočem reči. To si, jaz poznam, 8 let sem delal edino pravo pornografsko erotično vdajo v Sloveniji. Ne. In mi smo gostili vsega Boga. Takrat OnlyFans še ni bil tako popularen kot je zdaj, ker je bila porno industrija bolj. Ne. Ni to isto, ampak vseeno, mnoga dekleta recimo so šla v porno biznis, ne, pa so snemale pa gor dol. In slej ko prej se nekdo premisli. Pa reče, čakaj, zdaj imam pa iz tega dost, ali se zaljubi, ali bo vsega pa kurac, ali se ji glava sfuka od vsega tega, ali pristane na kokainu, ali karkoli. In reka, zdaj imam pa tega dost, se to tako ne bo šlo nikamor, smo se zmenili, da to ostane na nekih platformah. Kurac, vse je šlo. Res, da folk tudi hitro pozabi, to je sreča. Folk v roku enega leta ne ve več, kdo je bil kaj. Ne? Ampak to je dejansko spremljalo vsa ta dekleta skozi celo kariero. Zdaj si pa ti predstavljaj, da ti pač hočeš res to pozabiti, ker dobiš neko drugo zgodbo, neko drugo življenje, nov sistem, pa to za tabo pride. To si razmišljala, kaj ali si Ja, se res ja, čist... jaz drugače se zavedam. Ja, Samo mene brija, kaj bo bilo čez 10 let, ker jaz lahko čez 2 dni umrem. Pač, zakaj bo? Ja. Jaz se spomnim, ko sem bila v Rovinju, sem bila ok, sem delala v službi, naslednji dan sem bila operirana, ker se mi je razvil slepič. Pač,
Polej, kako hitro se To je mi je res. nekaj zgodilo, brez da bi en dan prej vedela. To je res. In zakaj bi se sekirala, kaj bo bilo čez 10 let, če lahko umrem čez 2 leti? Pač se vem, da ne bi smela tako razmišljati. No, lej, samo... bom rekel, se po eni strani, če gledaš, ne, živi vsak dan, kot da je zadnji, ne, Ja. to pravijo, pa na vse zadnje, mogoče imaš pa prav. No, pa klej, in pa si ti narediš tega vraga. Konkurenca, zdaj v Sloveniji zadnje čase vem, da ni ravno huda, ker ogromno deklet zaradi tega, te pizderije, ZSP, zakon, Furc, Durs, ono drugo, ker sem gostil malo nazaj enega fanta, ki ureja te OnlyFans profile drugim dekletom. Se pravi, on je ta, ki ureja, ki pomaga, ki rihta, ki promovira in smo se prav res zmenila, pogovarjala o vsem tem drobovju OnlyFans sistema, ne? In v Sloveniji dejansko je rekel, da se ne da zaslužiti, da mora dekle gledati, da bo v tujini dobra, da v Sloveniji so zaslužki, ampak niso dovolj veliki in je najdo tujke. On je rekel, da Slovenka mi ne dela, ker je premalo posla. Zdaj povej mi ti, si ti vedela, da ko boš to začela, da bo tu biznis tako dober, da se bo to tebi dejansko splačalo, ker predstavljaj si najbolj črn scenarij. Ja, sem Ti se vedela, slečeš, ti noriš, a zaslužiš pi za 100 evrov, pa se pa res lahko ubiješ, ne? Pa si res lahko slepiti, sama razliješ. Ne? Ja. Ja. Jaz sem vedela, da bom uspešna. Ne vem, zakaj, sem pač vedela. Si bila znana že odprej, mi že ti je to koristilo. Pač, ja, to je itak bil ful velik plus, samo je pa odvisno, ne vem, od kakšna je oseba, koliko je fit, lepota, koliko dela na promociji. Pač, ne vem, če punca odpre OnlyFans in ni pripravljena dati 1000 evrov v promocijo, itak da ne bo se izplačalo. A moraš se Pač dosti stvari vpliva na to za uspeh. Pač jaz itak imam velik plus, ker sem bila po šovih, samo vsi so lahko uspešni, odvisno koliko se potrudijo. Glej, Ana Posovnik, recimo, je tudi ena taka zgodba, ne, iz sanske ženske, ne, sanski moški, ja. No, in je v bistvu pa naredila OnlyFans in vem, da je zdaj ne vem, koliko še to počne, ker se je pol poročila, pa rodila, ampak je šlo zelo dobro takrat, pa tale, kaj je bila Ksenija Kranec, tudi en čas, sem zdaj se je tudi poročila, pa je ni več, ne. Razumeš, in jim je ta prepoznavnost od druge zelo koristila in to je dejansko res. Tako je pa showtime, da si čist neznana, pizda, ne vem, boš mogla po moje res početi noter stvari, ki jih noben drug ne počne, ne vem. Ne, lahko, tudi če nisi poznan, lahko uspeš v tem, samo moraš... Kaj moraš delati? Naprimer Instagram, daš boost post in pol pač plačaš Instagramu in vrže po Sloveniji, pač pol folk te vidi, te lahko followa, če si jim lepa in tako. Ja, in ti ratuje pol počas. Kaj pa punce si pomagate med sabo, recimo, da ena reče, tole slete, ta je v redu, pa ti ne vem, vrneš uslugo, ta je cool, to slete, ali ste taka konkurenca, pa se ne marate. A mi med OnlyFans? Ja, ja. Jaz drugač poznam punce osebno nekatere in sem cool z njimi, pač jaz jih ne gledam kot konkurenco, zato ker pač, ne vem, v Sloveniji je 2 milijona ljudi. Če pač se en moški odloči zame, to ne pomeni, da je zdaj konkurenca, ker pač sem jaz njemu lepa, lahko pa en moški se odloči za obadve, pač ne upaš gledati na to konkurenco, ampak pač, da se spodbujaš. Ampak si pomagate, mislim, da se tegate v Instagram postih ali pa OnlyFansov, gledate. Jaz nisem v stikih dosti, pač, če jih vidim v živo, se pogovarjam, ma nisem. Nekaj to sem videl, veš, da mnogi delajo, ne, ja, to je pa moja prijateljica, fajn, ne, pete jo slediti, ne, to sem videl, tega nimaš ti, da bi tako. Ne, pač jaz ne delam na mojemu Instagramu full od OnlyFansa, probam čim manj objavljati, objavljam bolj kakšne TikToke ali pa cooking stvari, ne dajem specifično na OnlyFans. Kje pa pol dejansko, čak, OnlyFans promoviraš kaj, s temi boosti? Ne, jaz OnlyFans pač ga ne dosti promoviram, edino tako, če grem na kakšen, pač lahko, ne vem, dam na story, da imam OnlyFans in pole 2 tedna ne dam nič. Idek pač video, da imam v bio OnlyFans in pač če pogledati, pa je to dosti za promet, za promocijo, dosti, da sam to narediš. Ja, če si me pa v podcast. Mislim, ne vem, ti mi povej. Nekaj, glej, mi imamo ogromno prijateljic, ki to delajo, pa jamrajo, ne, da je zaslužek slab, ne, pa reče, in kaj pa kaj promovirate, nekaj pač naredim, pa te, ne, ampak ti pa tu tako praviš, ja, nekaj sem naredila, pa očitno tebi gre, ne. Veš kaj? Kaj je ključno? Meni mi je ful pomagalo, da sem bila pač, verjetno tem šefu. Če grem na kakšen šefu. Ja, pa podcast, da sem bila na Masterchefu, mi je ful pomagalo. In pole itak, ker se ljudje govorijo okoli in ne vem, zakaj bi promovirala dosti na Instagramu, če ljudje vejo, da imam če ni treba, ne, hvala Bogu. Tudi, naprimer, zdaj sem šla na tvoj podcast, pa videla, ne vem, 10,000 ljudi. Vsaj upam, ne, ker če ne vem, zakaj prišla, ne. Ja, to je minimum, ko moramo narediti. Ja, minimum. In pač vidiš, kako pole ljudje zvejo. Zvejo, ja, bravo. Ampak glej, ne, kaj pa te slike, recimo, ko jih daš gor, recimo pa razpravljaš o tem, ampak
folk danes vse možno dol sname, ne? Naredi screen, slika gor dol in to razpečuje okrog, tožiš lahko potem koga, je kjera dejansko dobila tožbo, ali rečeš, kurc, če je šlo naprej, pa je šlo naprej. Pa en ne plača, pa drugi lepo gratis vidijo. Pač jaz v tožbe nisem šla in ne poznam ljudi, da bi šlo, samo jaz se ne toliko sekiram. Pa je šlo naprej že v tebe, kaj veš? Ja, je šlo. Je že šlo, pizda. Pole, naprimer, Kim Kardashian je ratla slavna z njenim sex-tapom. Sporno filma, ja. In pač ima bilijone in jo boli kurac. Ja, drži. Pač zakaj bi se jaz sekirala? Ja. Vsi delamo isto. Samo ona je bila že malo prej bogata, ki je imela slavnega očeta, ne? Kardashian, ki je umrl. Ne? Vsak celebrity ima likane nude. To je res, ja. Pač mene brija, vsak človek ima nago telo. Ja, nismo šutasti, da ne bi videli naza telesa in zakaj bi skrivala? Vsak človek ima nago telo, poslušajo. Ampak no, in potem se ti odločiš, šla bom v to. Kaj so bile prve tvoje objave, prve slike, prvi ta reseka, tole bom zaenkrat počela? Si šla takoj na polno ali po pameti? Kaj je bilo tisto prvo reseka, takle s tem bom začela, pa da vidim? Prvo sem pač brez obraza in samo v spodnjem perilu. Okay. In poleg, ko sem videla, koliko se denarja vrtitlo noter, pač me ni začelo toliko brigati več in objavim zdaj. Se pravi, objaviš se celo? Ja. Tudi pa nago, z obrazom? Ja. Sam slike ali tudi videe? Oboje. Kaj pa na videih, mislim, kaj si sama gor ali imaš? Sama, zaenkrat sama. Ja. Pa to gre, mislim, da si sama. Ja. Kaj pa recimo, so pa tisti videi, ne vem, ali pa slikice, ki so pa res užgal. Kaj si ugotovila? Kaj imajo tvoji oboževalci, tvoji naročniki, kaj imajo najraj, da ti narediš? Razen lulanja. Ne, nikoli tega ne pošiljam. Ne smeš na OnlyFansu, sploh likvida. No, to je Tim Pes, je torej lastnik OnlyFansa, smo zdaj ugotovili in to prepovedal. Ok, pošteno, izvoli. Večinoma mi je všeč, da dirty talkam nekako z njimi. Da se privat pogovarjaš? Ne, ali kako? Ja, tudi to. Samo pač, ne vem, če se kaj snemam za njih, in mi je všeč, da, ne vem, govorim kaj za njih. A to jim pa še? Ja. Ko taka nadolžna punčka zgledaš, ne? Pa začneš govoriti, reče, fuck, ne? Ampak glej, ti dejansko, če jaz razumem ta OnlyFans prav, ne? Ko se nekdo naroči, ne, na tvoj kanal, dobi najprej pač te slike, ki so že gor, ampak bistvo zaslužka je v privatkah, ne? Ja. Tam, ko si nekdo zaželi, pa dodatno plača. Jaz nimam objavljenih nobenih nagih slik, ampak če želijo videti, morajo pač plačati. No, pa če te izzovem malo, ne, te zaslužki, zdaj, kolikor mi lahko poveš, mi povej, ne, mislim, je to res tak velik denar, ko praviš ali ko govorijo eni. Ja, lahko ti pokažem, ne bom govorila javno, ker pač... Sam pokazal, no pa pokaži, da me bo kap, da si me za OnlyFans odprl še pizda gejovski, da bojo gledali gejme. Ok, ti pomisli, jaz imam OnlyFans odprt 5 mesecev. Ja? Pa si kaj, v nekih top kreatorjih, ali kaj? Čakaj, to je kaj? To je skupni zaslužek? Neto. Pa to ti dobiš? Ja. Ven? Ja. To je gros je to? To je bruto in to je neto v 5 mesecih. Pa kako hodiča delaš, gor, pizdo mater? Ne bom razlagal, kaj vidim, ne bom razlagal, ampak povej mi na osnovi tega, kar vidim tu zdaj, kaj hodiča delaš? Nič. To, da drti tokaš, to me ne boš prepričala zdaj. Pač Ne govori, to pusti. Kaj hodiča daš svojim fanom? Pač itak sem jim všeč in pole pač, zakaj ne bi zapravili zame. To razumem, ampak kaj hoče od tebe? Kaj hoče od tebe, da delaš? Ne vem, da se igram s kakšnimi igračkami. Pač ni nič tako, kaj full ekstra. Pizda, Rija. Sem šokiran, veš? Jaz mislim, da te s telefonom snemam, ker si veš tudi zdaj to odprl, kar profilček, pa mislim, da lahko 5 mesecih jaz naredim 2-krat. A si pričakal manj? Koliko si pričakal? Ja, full manj. Koliko si pričakal? Ja, ne vem, full manj, 10-krat manj, si nora, pizda, ker jaz gledam druge. Jaz gledam kolegice. Ja, jaz sem 0,9%, kar pomeni... To je vrhunsko. Ja, Kaj to je za cel svet? Jaz sem boljša od 99,3% punc. To govorimo za cel svet? Za cel svet. Pa či sama to delaš, nič? Ja, sama. Ker glej, ne, to ti vzame, koliko časa ti to vzame dnevno? Si skozi aktivna tu gor? Probam biti skozi aktivna. Ja. Koliko imaš pa naročnikov? Ne znam povedati. Ampak mislim, to, kar sem, ne bom prijatelji, ne bom govoril, kar sem videl, ampak... Sama pač, če ne bi... Moram pač, imam dober content, to, da se toliko. Viš, to mi zdaj, ko praviš, jaz sem nekaj govorim, pa malo se igram, to je premalo, to je dober. Ne, pač dejansko to.
Pač itek fantje, ki so gori, me imajo radi, ali kako da rečem. Ja. In zakaj ne bi zapravil ti v osebo, če... To je res, če jo ljubiš, ja, to je res. Okay, upam, da me ne ljubijo. Ampak kaj so to? Da me podpirajo. So to Slovenci, so tujci? Slovenci. Sam Slovenci? Ja. So kakšni znani ljudje noter? Ne. Ma ne, bolj tako normalni. Ja. Pa čuj, mislim, koliko pa en tak posameznik zapravi? Veliko zapravi? Mislim, različni zapravijo? Malo ali eden, recimo pa 2, 3, ki so tvoji ta glavni, pa v tistih dejansko živiš? Ja, od mojih top fanov, tistim, ki sem jim res všeč, lahko bi preživljala vse čez mesečno. Samo je pa res odvisno, ne vem, eni pridejo samo pogledati, kaj jih zanima, kaj objavljam in pol pač si delitajo profil. Eni, ki me pa res podpirajo v temu, pač kupavajo, se pogovarjajo z mano, sem jim pač fajn, ko oseba, nasploh se pogovarjamo tudi osebne stvari. Neverjetno. Ampak koliko ur na dan dejansko, pa glej, jaz vem, da mnogi ne. Okay, če združim vse, čez dan lahko kakšne 5-6 ur. Nekaj, veš, zakaj to pravim, ker mnogi takle, da je kdo OnlyFans govori, ja, pa to zna vsak, pa to je kurac, pa to so neke kurbe, pa to kurac, neko, lej, ti naredi. Ne tvoje naredi, pokaži mi, da vidim, kako je to easy. Jaz vedno pravim, fantje, ne pametujte, punce, ne pametujte, ja, to je easy money. Naredi si profil, delaj ga kot red, to je ših, to je služba. Ja. Da te vidim, koliko boš pizda naredil, ja, veš, ja, kaj ja. Drugač, to ni zdaj, da bo vsak toliko zaslužil. Ja. Ti pa misli, tako kot jaz je 1 punca od 100, kar pomeni je res majhen procent, ne upa kar vsak. Pa misliš, da ti bo to še bolj eksplodiralo, da bo šlo še več? Ti raste, ti pada, je status quo, kak je? Pač mi je vseeno, jaz sem zdaj zadovoljna. Ja, pa kdaj boš pa nehala? Kaj imaš cilj, koliko zaslužiti točno? Prvi milijon, pa nehaš, kaj? Ne, milijona še nima, no to smo izdala, milijona še nima. Zaenkrat nimam pač namena nehati, ampak dokler pač bom ljudem da lepa. To te bo pol, mislim, si predstavlja zdaj, da ti to nehaš, pa greš, ne vem, Švica, London, kaj si razlagala, pa ti pol ful pade denar, pa veš, da pizda noš buta, sta da boš to nehala. Si to razmišljala, boš to skozi delala? Ja, pač nimam namena nehati, sej če bi šla delati v London, je še zmer bi imela OnlyFans, sej ne vzame spet toliko cajta, da, pač zakaj bi se odrekla temu denarju? Ja, se mu ne bi, ne. Ampak, da mi razloži, kaj pa želje, recimo, ki jih pa ne bi naredila, rečeš, tule pa fantje, oprostite, pa če mi daš pizda 10, 15, 20 tisoč evrov zele, jaz tega pa ne bom oprosti. Ok, eno stvar, ki sem jo zavrnila, ja. Da bi si dala bučko v pizdo. Kaj, koga? Bučko. Kako bučko? Zelenjavo. Meni mi je to ful čudno. Kako bučko? Zelenjavo. A ja, tisto tako veliko, tisto, ja, vem, kam misliš, tisto, ja. Pač tega ne bi. Ja, tega ne bi. Pa se ne bi spravila, no, tako veliko bučo, se ne bi. Pa se dobiš tudi majhne. A tudi majhne? A nisi htela? Ne. Pa ti je ful velik denarja, so ti ponujali? Ja, samo pač ne delam stvari, ki mi meni ne pašejo. Aha, pa tudi za tak denar ne bi? Ne. Pizda. Pač jaz imam OnlyFans za mojo voljo, delala bom, kar mi meni paše, tudi če to pomeni, da bom zgubila ljudi na OnlyFansu, če pač jaz se ne bom strilala nekaj narediti. Torej, bučke so no go? Ja. Oziroma buče, no, kakorkoli, ja. Kaj pa še poleg te buče, še kaj takega bilo, tak neke kinki, ki si rekel, pizda, dej, ne seri, ne morem. Da si bom v rit dajala stvari? Tudi buče? Ne, nasploh, karkoli. A to tudi nisi htela? Zakaj ne? Mi ne paše, mi ni všeč. Se pravi, rit je kaj tudi no go, to imaš primer, puščaš primer. Ritke se ne, za ritko gre samo ven, karen kakati. Veš, tam bi se ti potrujil, bi se ti denar, verjetno, ne? Pa je velik tih želja glede anale? Ja, večinoma vsi. Resno? Večinoma vsi. Ampak ti rečeš ne in... Ne bom tega delala. So, kaj mi meni ne paše, se ne počutim. Ja. In zakaj bi se sila v neki kar... Imam 20 let, sem dovolj stara, da ja, da veš. Veš, kaj si zanimiva, zdaj si mi zanimivo si izpostavila dejansko, da denar je veliko, ni pa vse, ne? Se pravi, da pizda, če ti v nekem, ne vem, ti predstavlja nek užitek ali neki, boš to naredila, če ne pa pizda, kljub denarju še kaj, jebite se, ne bom. Pizda, ja. Sem presenetila zdaj. Tudi v živo, naprimer, dobavam ponudbe, sam pač, govorimo tudi po 10 000 evrov, da bi se videla za 1-2 urci, skupaj sem jim res všeč. Ja, pa nočeš. Samo ne, za denar pa res ne bi nikoli šla seksati. Ne, pa se ne pustimo seks, da bi šel sam na večerjo s tabo nekdo. Ne. Tudi ne? Ne bi. Da te sam polula, recimo. Ne. Tudi ne. Da ti bučko podari, mislim, tudi ne. Ne. Se pravi... Pač jaz se še upam, da ljudje, ki pač razumejo razlog, zakaj ne. Ja, ampak se pravi, da
če bi ti nekdo te hotel ven dobiti, se to ne more zgoditi, pa pika. Ne. Razen, če me vidi slučajno v živo. Pa je to bilo že kaj, ti reče, tebe vam pa jaz na OnlyFansu, te sledim, jaz sem tako, sem ti bučke predlagal. En fant je v živo me videl že tako 3-krat lahko. Opa, ja. In zmeri prije do mene, da on me bo zdaj peljal ven. Sam pač, meni mi je to ful creepy, ker sem mu zmeri do zdaj rekla ne in pač se ne počutim. In zmeri, ko me vidim, ful sili v mene, pač, zakaj bi šla ven, če sem ti rekla, da ne. Ja. Boli me kura, če si na mojem OnlyFansu. To je v živo te sreča, kaj? Pač, kdaj ja. In pač itak mi ni prijetno, če te zavrnem enkrat, ne rabiš vprašati še 3-krat, 4-krat. Ja. Pridi do mene, pozdravi me, lahko rečemo kakšno besedo, kako si, ne pa siliti človeka v nekaj, kar noče. Razumem. Kaj pa ti vidiš te svoje oboževalce, ali samo oni tebe vidijo? Kako imate to narejeno? Ti tudi njih vidiš, da bi jih prepoznala ali ne? Pač, če želijo, lahko se mi slikajo. Silim jih ne, ampak je lepo vedeti, s kom se pogovarjajo. Pa ti pošljejo slike, da veš, kjer so? Ja, večinoma je. Pa ti noben ni všeč tak, da bi... Ali zato, ko so na OnlyFansu, pa ne bi šla z njimi? Ma ne, pač sem ful specifičen type. Ja. Ne rečem zdaj, da... te barabe... Ne rečem, da so grdi, ampak niso moj tip človeka. Niso tvoj tip človeka. Vsak je lep na svoj način. To je res, no, če vsak ne, te zdaj pretiravati, ne. Ja, Tim pes ni lep, ne, ima brado, ko skriva, da je v resnici Ne, grd. sej- Sorry, Tim, bodimo iskreni, nisi lep, oprosti. Ne grd ni, ne no. govori tako. Simpatičen je, okej. Vsak je lep na svoj način. Ja, pa ni. Ne smeš biti Pa kaj nesramen, govoriš? da Pa ni. se noče biti nesramen, sam če ni, vsak lep. Oprosti. Erika, Jaz ne eni bom- so jaz ne- lepi, eni niso. Jaz ne bom žalila ljudi. Okej, ostani pri tem. Me veseli, da si taka pozitivna dekla, me zelo veseli. Jaz ful ne maram biti nesramna. To je zelo v redu. To je Nikoli zelo ne v veš, redu. kaj človek doživlja. To je pa tudi res. Ne? Tim vzamemo nazaj, ali pa tudi ne. V glavnem, no, ne se s Timom se poznamo, ve, da ga lahko hecam. Ne? No, ampak to mi povej. Recimo ta dan tvoj, ne, ko poteka s temi stvarmi gor dol. Koliko je, ne vem, na dan teh videov, slik, koliko moraš narediti dejansko na dan, ko se začneš ti meniti privat, koliko je tega, koliko je teh ljudi, koliko je tega dela različnega? Ma ni toliko dela, ne vem. Ni. Čez dan se pogovarjam in zvečer, ko sem pač v moodu in pač naredim kakšno slikco in tako se dopisujemo. Ti moraš še v moodu biti, da jim kaj daš, ali kaj še to? Če sem. Če pa nisi? Če nisem, ne. Jim ne boš dala, tudi če bo ti biti dal denar. Pač ne moreš siliti človeka v nekaj, kar mu ne paše. Se je ponavadi razumejo. Dobro imaš ti to naučene, Ja. te svoje OnlyFansarje, ne? Ja, bravo. Ja. Ampak glej, to sem Ljudje tudi... mislijo, da se ne spoštujemo, še zmeraj imam neko mejo spoštovanja. Lej, zelo v redu, vse na to še pridemo. Ampak glej, to hočem reči, ne, tudi to vem, kako se to dela, ponavadi na OnlyFansu, pa me zdaj popravi, če se motim, ne, da eno tako splošno sporočilo dobijo vsi, ki so člani, ne vem, privat. Če želiš, danes zjutraj sem ostala, sem se šuširala, imam za tebe video, klikni ga, če želiš, odpri, pa je pol, ne vem, 20-30 evrov za plačati. Ti tudi tako delaš ali greš zgolj 1 na 1, kak je s tem? To imam približno enkrat na teden. Da vrže ven, aha, ok. Drugače pa si večinoma specifičen dim pišem. To jim največ pomeni, ne? Da si ti res, da si ti z njimi. Ja, pač ni fore, zakaj bi pošiljala vsem isto. Ja. Če že pač dajo denar meni, ne sem vsaj prijazna do njih. Pa kaj, je komu dovolj, da se sam pogovarja? Ja. Dosti ljudi sploh prije na OnlyFans sam da se pogovarja. Zakaj se z mano noben za denar ne pogovarja? Dajte mene pokličite na privat messenger, pa bomo se pogovarjali. Pa bom zaslužil tak denar, ko ga mora. Kaj je problem? Kaj problem, se tu znam pogovarjati? Se bi bil prijazen. No, pač. Punce imamo lažjo pot, bom rekla. Jezus Kristus. Ok, Erika, v redu, ne ti bo. No, ampak kaj pa je bila vseeno pa najbolj taka nesti stvar, ki si jo pa naredila? Kaj meniš, da bi to bilo? Ne, pač, Da bi izpostavila pa 3 top te stvari, ko rečeš, pizda, tu sem bila pa kar orang poredna. ne. Igračke, se igram z njimi in to. Pa to delamo vsi, pizda, Erika. Ja, pač dejansko ne delam takih pizdarij, kot drugi mislijo. Ja, pa kako je to možno? Gleda, da imajo res čitno, imajo res tebe konkretno radi. Da ni fora o tem, kaj ti delaš, ampak da hočejo konkretno od tebe to videti. Ne? Je odvisno tudi, če je folk prijazen. Ja. Pač jaz sem kar dosti prijazna, se mi zdi, in pač ljudje to cenijo. Neverjetno. Ampak glej, ne? Namreč hočem reči to, ker jaz, ko sem se pogovarjal s parimi puncami, so rekli, da je včasih užgal kak čist, ne vem, da je ena, ne vem, z ritjo pokala balone, ne, da se je vsi gor pa je pokala, da je ena, ne vem, zdaj sem zmišljal, ne vem, lizala liziko z napisom čupa čups, ne, in da je to folk napalilo. Prav, da je vsaka najela en tak svoj,
nek džir, pa tudi tako je bil moj gost, ne, je rekel, da mora vsaka najti en svoj stil, katerega pol gradi, recimo fitness dekleta, imajo ogromno krat OnlyFans, pa imajo pol ta štos, ne. Ampak tebe, ko pa poslušam, Okay, zdaj sem se spomnila, Ja. najbolj čudno mi je bilo, da sem na Joške navazala Nutelo. samo to vem. To se mi zdi meni najbolj čudno, da Ja. bolj čudnega od tega ni. no, ampak imaš nek tak svoj džir, po čem si znana, no, ali ne? Ne. Pa kako je to možno? Ne. Ti si razbila vse stereotipe OnlyFansa Ja, razbila. veš kaj, jaz hodim v fitness, skrbim za svoj telo, Ja. za svoj izgled, Ja. hodim v frizerki. Pa si nisi edina, pizda, ki to dela. Ja, ne vem. Ne vem, zakaj. Ne vem, res, da bi se No, pa če razmišljaš, kaj tudi jaz kdaj je ne vem. tvoja prednost, no, pred drugimi, kaj misliš? Si razmišljala, kaj? Ma ne vem, ljudem bolj tako, moškim je tudi ful všeč, ko znam kuhati, peč, tudi to jih ful bolj privlači. Jaz sem kamo to zdaj z OnlyFansom vezal, tam se Ja, ne vem, kuhaš pač tam. in takrat človeku na Instagramu všeč in pa le hoče vedeti kaj več od tebe. Aha, spravo, da je to fora. Po moje Ne vem, kaj je Po fora. mojem, pač- tebi ta master chef, to ti je zagotovo koristilo, Ja, seveda, ja, ker si to bila je. že prej, rečemo temu, en tak mali celebrity, ne, a veš, ne. To nikoli ni slabo, ne, ampak res me fascinira, namreč, ko sem videl to pofukano cifro tvojo, ne, me fascinira, zdaj, če ti seveda verjamem na besedo, ne, kaj ti tam res počneš, jaz ne vem, ker nisem pogledal, Ne, pač jaz drugače Ja. ful ne lažem, jaz sem tudi ful pač, da si iskrena. ja, jaz sem ful iskrena, tudi na Ja. Masterchefu zmeraj sem bila iskrena. Meni se mi ful ne zdi, meni se mi zdi brez veze lagati za neke stvari, kar je Ja. tako, ni nič katasa. Dokler so vsi živi in zdravi, pač. No, ker namreč res mi je fascinantno, mogoče so pa ljudje začutili to tvojo preprostost, pa to prijaznost, mogoče pa to tvoja Ja. fora. Ne vem, ugibam. Sej, ko sem bila na Masterchefu, sem dobila ful hejta. Zakaj pa to? Lih zato, ker sem bila pač toliko iskrena in sem povedala, kar si mislim. Aha. To ljudje so, in pač eni ljudje so opazili, da ljudje me hejtajo ali zaradi tega, ker sem pač iskrena. Samo, ne vem, zmeraj moraš biti iskren. Se mi zdi škoda cajta se lagati. No, ampak glej, zdaj pa psiha, ne, če gremo zdaj v to, ne, jaz vem, da te pornoigralke, prostitutke, ni to isto, kot delaš ti, se strinjam. Okay. Ampak te punce iz erotične industrije, rečemo, ne, mnoge je zjebala ravno ta psiha, ne telo. Ne. One so bile showtime, party time, gremo, pa po filmu VIP prostitucija, VIP escort, pa šovi na odru, pa erotični sejmi, pa gremo naši, pa druženje s tem in drugim, ampak glava jih je zjebala, ne? Se pravi, to ne vem, občutek krivde je to, da imaš vsega poln kurac, da čuden rataš, ne? Kak je pa s tem? Kako veš, da boš ti, ne vem, stabilna tu v glavi svoje not, da ne bo to, ne vem, v nekem obdobju, kaj jaz delam, pisto, mater. Kak je s tem? Ker si zelo mlada, zato mi je namreč fascinantno, tako kot te gledam, deluješ zelo down to earth, ne? Ja. Zdaj, kaj je res, mi pa to malo Ne, skri, ja. mene me ful boli kurac, Ja. kaj si drugi mislijo od mene. Pač jaz sem svoj človek, imam svoje življenje, jaz ga bom živela tako, kot mi meni paše. Pač, če ne vem, dobim hejt komentarje, ok, to je pač tvoje mnenje, vsak lahko ima mnenje. Če jaz delam nekaj, kar človeku ne paše in pač komentira hejt, to je tvoje mnenje. Jaz se ne sekiram, kaj si ti misliš. Pač mene me res ful boli kurac. Najbolj mi je pomembno, da sem pač živa in zdrava in da imam živo in zdravo familijo. In pač se mi zdi to najbolj pomembna stvar. Drugo sploh, pač to so take majhne stvari, sploh se sekirati. Pa imaš, mislim, veliko teh kakih slabih komentarjev, ki ti rečejo, kaj ti presica, kaj to delaš. Ja, dosti. Ja. Pa večinoma so bolj tako pač starejši ljudje, ker vrstniki mojih let se Ja. pač zavedajo, da si bo vedno več ljudi odprlo OnlyFans in pač se zavedajo, kakšno so finančno stanje v Sloveniji. Večinoma so pač starejši, judgejo, ki so še Pa starejši. kaj v živo te srečajo, pa te Ne, napadajo? v živo so vsi ful prijazni Aha, do mene. na Večinoma so internetu tisti gledaj. ljudje, ki nimajo profilne slike in username. A, tisti, ja, saj to je taki klasika. ljudje. Dobro, In to je zakaj mi je bolj kurac, kaj si nek, Štajerc, 1, 2, 3, črtica, Ja, cicaj. recimo. Zakaj me mene bolj kurac, kaj si on misli? Bravo. Pač fuck. Ja, ok, fuck, ja, imaš prav. Ali pa kdaj, na primer, pogledam od kakšne stare tetke, hate komentar, ima tako full hate komentar, kaj si pa ona misli, da je lepa. In bolj pač, ko klikneš na njihovo profilno promulo, čekaj, ti boš meni govorila. In pač, Ne, zakaj? sej, ti moraš vedeti, da te hate komentarji sej dobivamo vsi, ki pač Ja, delamo v medijih, ki smo na očeh javnosti, to se te psanja, ne mogoče še koliko je to še kaj imaš hujš od tebe. Pa ni treba, da delaš OnlyFans, ne, ampak veš kaj, ljudje
ljudje so fovš. Ljudje so fovš vsem, ki nekaj gre, ki so dobre volje, ki nekaj delajo ljudje so fovš. Ne zdaj vsi, ampak ogromno ljudi je nezadovoljni samih sabo. In to je dejstvo, da hate komentarje nekdo, ki je cool, ki je samozavesten, ne bo napisal. Pa tudi lepa ženska tep ne bo napisala hate komentarje. Ja, niti enkrat Tep bo napisal hate komentar nekdo, ki je samo 3 pisati, biš rekel, da so vsi lepi. Kurac, niso. Grdi ljudje pišejo lepim ljudem grde komentarje. Sorry. Lej, ne? In tisto, ko je nezadovoljen, ko je sam, ne vem, ima doma ženo, ko se ne razume z njo, ali ga je pustila, ali karkoli, pa ko je siten, tisto bo najbolj zopren, najbolj zloben, najbolj bo pisal, da razumeš, ampak jaz sem se 8 let svoje vdaje trudil, da seks ne bi bil tabu, ne? Da je to nekaj normalnega. Mi smo gostili vse možne porno zvezde, tudi znani Slovenci so hodili, pa so se o tem razgovorili. Ampak po 8 letih sem ugotovil, da nisem dosegel nič. Da je še vedno seks tabu, da še vedno to mnogo ljudi moti, da bi še vedno tiste, ki se s tem ukvarjajo, prebili na križ. To je nemoralno, to so prasice, to so kurbe, bla, bla, bla. Kar mi je, ne, a veš, ne, fora je pa v tem, ne, taki, ki so najbolj glasni in ki so najbolj taki, veš, se delajo, so največji prasi, to moraš ti veriti, ne. Taki tep napiše hate komentarje, privat, mogoče največji prasec, pa dela najbolj ogabne stvari. Ščijejo drug po drugemu, tako je rekel Tim, ne. Razumeš, sigurno, ne, zgraža se pa, ja, ne, in to si rekla prav, da te to se ne dotakne, ampak vseeno, te pa je vseeno kdo prizadel, kdaj svojim komentarjem, oziroma kaj bi pa mogel narediti, da bi se te kaj dotaknilo, ali si imuna? Ne, nikoli. Ne. Pač res nikoli. Tudi zmeraj, ko sem opazila hate komentarje, niti enkrat mi ni lepa punca napisala hate komentarja, zmeraj so bile pač tiste najlepše. Ali pa fanti, niti enkrat ni bil tisti res lep fant, da bi napisal kaj slabega meni. Kaj pa ti fanti učitajo? Kaj jih moti? Zakaj so nesramni? Kaj? Pa večinoma so pač tako tisti starejši. Spet starejši? Ja, pač večinoma, ko dobim hate, so starejši. Pa kaj s temi starejšimi pizda? Mene me ful ne brija na hate komentarje, ker jaz, ko sem imela 19 let in v Masterchefu sem zajebala filane paprike, ker sem dobila tako full hate komentarja za filane paprike. In kaj mene boli kurat, če pri 19 letih zajebaš filane paprike, se ni noben umrl. Spravi, od filanih paprik do filane pičke je zdaj šla pot. Lej, mislim, ja, ne, ni čudno, da se poleg hate komentarji še hujši, ne? Ampak lej, Erika. Pač poleg bo hejto ne glede na kaj. To je res. Mene ne briga. Vse to sem ti rekel. Jaz vem, da sem dobra oseba in moja družina in prijatelji me poznajo in pač vejo, da sem dobra oseba. Zakaj me briga mnenje nekega človeka, ki me ne pozna in jaz sploh ne vem, kdo je? No, se glej, OnlyFans, če gledaš tak, je že zdaj toliko časa med korono se je to razpoknalo, ne. Mene sicer OnlyFans šel na kurat zato, ker so pobrali posel, ne, pornografiji, ne, in pol nobena punca več ni hotela na vdajo priditi, ker zakaj se prišla na vdajo, itak imam OnlyFans, nekaj pa pizda za reklamo, moraš priti za promocijo, ja, tega pa jaz ne rabim. Bi videla pol, da ker tako tudi ne gre, veš, boš kaj čez en teden ti zvezda bo zaslužila 5 milijonov, ne. Pol so videla, da bojo rable, ne, neko pomoč, ker vse ne moreš ti kar z lufta zaslužiti, če nisi prej bil malo znan. To je tvoja prednost, ne. No, ampak vseeno, ne, če gledaš, kaj pa tvoje kolegice, ne vem, sošolke, ko so zvedeli, da to delaš, ti je rekla, kjera pa ti fuke, ne, rekla, pa kaj ti delaš, pizda, ali pa carica, bravo. Jaz drugač imam tako 2 ali 3 prijateljice. Ja? In mi pač imajo vse OnlyFans? Ne, niti ena. Ne še. Vse mi stojijo ob strani, ker me poznajo, vejo, da sem dobra oseba. In kje si pač drugi ljudje mislijo, me ne briga. Te ne briga. To je dobra filozofija, veš. In če je človek tvoj prijatelj, te bo podpiral, ne glede na kaj. Sej ne škodiš njemu. Pa ti gre kdaj na kurat zdaj ta OnlyFans malo, da moraš zdaj spet, ne vem, recimo, ja, danes moram pa spet domov, pa mogla se spet slačiti, pa si nekaj not porivati, pa kurba, danes mi ni, pa če danes ne bom, pa jutri ne bom, pizda bom pa že imela malo izgube denarja, moram spet, pa danes mi ni, pa nekaj se opizdi. Imaš take momente tudi ali ne? Ne. Navadi, ne vem, naprimer danes, ko sem prišla sem objavila, da me ne bo, ker imam opravke in razumejo. Pizda. Kaj pa imaš plan, recimo zvečer, ko pošla nazaj domov? Kdaj si najbolj aktivna? Kaj večernih urah? Ja, zvečer. Kaj je to, od kolikih naprej? 8, 9, 10. Takrat je največ, Ja. Ker so doma vsi, ne? Ja, pizda, ja. Kjera stvar te je pa najbolj šokirala, ko je nekdo želel? So to tiste bučke ali je kaj druga bilo še bolj nesti, da se pa še čekaj, fuck. Ja, je nehotel, da vidi, kako kakam. Prav, to tudi nismo odla, ne? Ne,
Ne. Kakšna tla ali kam? Koliko? Ne vem, pač sploh nisem ga vprašala, sem bila samo nesem napisala. Koliko bi pa plačal? Nisem niti vprašala. Pač res, Ja. ker mi je napisal samo predlog, sem sprve napisala, ne me niti več spraševati. Pač tak. Sem vedela, kako še rekla. Kaj pa kaj druga še, poleg tega, še bilo kaj takega? Da bi si dala 2 igrački naenkrat noter. A to tudi nisi? Ker boli. Imaš prevelike igračke, ali kaj? Kup si manjše, pa boš lahko dala. Pa ne, pač Ne. mi ne paše, boli, Ne paše. zakaj bi? Viš, to bo zanimivo, da tudi imaš to, pa rečeš, ne, jabite se, ne. Ampak okej, ne, kaj pa privat, recimo, ne, si imela veliko fantov? Kako to misliš, fant ali? Fantov, Friends with benefits. friend with benefits, ljubimcev, tak naprej, si imela veliko tega. Jaz lahko v življenju sem 100-krat seksala. V 20 letih lahko, da sem 100-krat seksala. Pač meni se mi to 100-krat, 100-krat. z 100 različnimi. Ne, pač vse skup. Vse skupaj. To sem- Šteješ svoje sekse? ali Ne, pa? pač tako okvirno se mi ne Aha. zdi, da ful Aha. seksam. Je pa kako to? Ne vem, nisem spoznala pravi. Pa čakaj, ne pogrešaš pa seksa ti izven v resnici tega Ne, OnlyFansa? pač itek, da pogrešam. Sam to za posel delaš, pa se šlata za posel, pa ti prihaja za Pač posel. itek bi rada imela Ja. fanta, samo Ja. če nisem še spoznala. Pa nikoli nisem imela fanta še, ali kva? Sem imela 3 fante, a so bili tako po en mesec. Pač, Pa si videla, da to ni to. ja, A s temi si pa teh 100-krat, 100 seksov ne, z naredila? drugimi. Z drugimi. Pa seksaš tudi lahko, če nisi zaljubljena. Lahko, samo mi mora biti fant všeč. Aha. Samo in tako koncu zmeri pride do tega, da se jaz zaljubim. Pičko materno. Ja. Razumem. Nekaj, namreč, kaj te to sprašujem, ne? Če vse, kar tu počneš za posel, bi znala sploh uživati še izven tega? Pa bi, Ja. ne vem, znam za nek Ja, fanta bila, pa sej- bi rekla, če kaj si mi bo žal za kaj denarja, ja pa čisto ima privat. Ja, Ne, pač sej uživam, sej še zmer seksam, da je samo pač ne ful, itek sem samska. Ja, pa če si sam sklak še bolj seksaš, kot če nisi, pizda, ne? Ja, pa če nisem spoznala novega, da bi mi bil lep. Pa pizda, da tvoja lepota, pizda, da imaš za miš, ne na oko, pizda, pa naredi neko zgodbo, ali ne? Hočem, da imam pač konekcijo z osebo. Konekcijo. No, ampak, če te vprašam, ne, privat pa OnlyFans, ti iste stvari pašejo privat, ali ločiš, ne vem, privat bi to naredila, na OnlyFans pa ne. Ja, privat bi naredila. Kaj recimo? Bučko? Ne, to ne. Analno? Tudi ne. Ja, to A to pa bi? Ja. Se pravi, privat bi, to pa ne. Ja. Kaj pa to fora? No, v momentu, itek, pač, ko si s fantom, se pač počutiš, ja, ok, Ja. mogoče ti pustim. Če sem pač sama s sabo, ne. Ti je pa ono, kva, ne? Aha. Ja, pač pa tako. Kaj pa te želje, da bi, ker mnoge pa recimo tudi posnamejo pornič na OnlyFansu, ne? Kaj pa s tem? Imaš to v plane ali boš vedno samo sama? Dokler sem samska, ne. Samo pač, če bom kdaj imela fanta in bo hotel z mano sodelovati, zakaj pa ne? Poglej ti, pa da bi kaj tudi obraz pokazal ta fant. To pa njegova stvar. Aha, a pa če bi bil za, bi šla v to ali kaj? Ja, zakaj pa ne? Fizno, Vse ni nič kaj ta zhal fanta ali igračka. No, mislim, to ni čisto res, ne. Ja, ne, ali pravi kurac ali umetnik. Ja, no, to ni za isto, pizda Erika, kaj govoriš? To pa ni, to pa ne ser, to pa ni isto. Meso je meso, tako umetna lulika ni isto, pizda ko prava. Ja. Ali kako to misli zdaj? Misliš, pa čakaj, to pa zdaj pa ne vem, ne? Pač bom počakala, da bom dobila fanta. Ja. Ampak imaš plan dejansko, da bi, ker vem, da mnoge punce pol iščejo te neke sodelovanja, pa to pa pol posnamejo, gre verjetno to zdaj v nebo potem posel, ampak Ne iščem. ne iščeš, nimaš Pač, tega. če bo trenutno. prišlo, bo prišlo. Aha. Če bom dobila fanta in bo hotel snemati, ja, zakaj pa ne? Sam to pa veš, to je pa pol prav, če misliš z obrazno, to je pa pol pornič, ne? To, ko enkrat narediš. To ni pol, Pač ko bo hotel. kaj pa lezbične zgodbe? Ne, A to pa ne? ne. Pa to radi gledajo, fanti, ne gledajo to radi. Saj jaz ne počutim. Se pravi, če bi s fantom, če bi že. Aha. Ja, mislim, lej, ne bom te silo. Prašam. Ne? Ampak dobro, ampak kaj pa zdaj recimo izven tega vražjega OnlyFansa? Počneš sploh še kaj ali te zdaj samo to okupira? Imaš samo to zdaj fokus, da zaslužiš ta denar in druga ne počneš? Odvisno, kaj misliš, da počnem. Ne vem, imaš čas, sploh kaj, prosti čas, imaš kaj Ja, prosti ja, časa? Pa kaj jaz sem počneš? ful takrat? prosti časa, ne vem, kuham, A, snemam točno. za socialna omrežja, v fitness hodim, grem na kakšen sprehod, gremo obiskat familijo.
Ne vem, to. Pa Zdaj se ono da smučati morda. Ja, pa opažaš kaj, ne vem, te ljudje zdaj prepoznavajo, kaj je še kar iz Masterchefa ali Ja. si že iz OnlyFansa, s česa te bolj? Jaz si tako večinoma me poznajo z Masterchefa. Ja? Zdaj to, da imam OnlyFans, je samo tisti minus, ali kako da rečem. Kaj da? Minus. Pač, A ja, minus. Aha. ja, večinoma me poznajo z Masterchefa, ma vejo, da imam OnlyFans, ker pač me poznajo z Masterchefa. Ja. Kaj pa, ko te vstavi kdo? Kaj ti reče? Ne vem, 2 dni nazaj sem bila v fitnessu in mi reče neka punca, oh my god, ti si u nas z Masterchefa. In Čakaj, ne, z OnlyFansa si rekel? Ne, ja, z Masterchefa. z Ja, res. Masterchefa. In pole, pač je bila ful lepa. In pol mi reče, girl, jaz te podpiram, kao verjetno za OnlyFans. Ne? Aha. Tako da pač večinoma ljudje me podpirajo, vsaj tisti, ki so samozavestni, pač te bo podpirali. Jaz te podpiram. Hvala. Prosti, jaz te podpiram. Kaj pa recimo ta fora, ko je bil ta zakon, ne, ta furs, durs, te pizdarije, ne, to imaš to pošlihtano? Ja, imam odprte. Ker veš, da so ogromno punc. Plačavam davke ku prasica, tako da Ja, ful, davko je pa pač ful. Davko je pa tu. folk piše, da so me prijavili na furs. Ja. V komentarje, s čim se folk ukvarja. Pač jaz vem zase, koliko davku plačavam. Jaz plačavam davku, ko njihovo mesečno plačo, tako da pač, ko jih jebem, ona skrbi zase. Nekaj, glej, mnoge punce so zaprle, ne, ko je ta zakon, kaj je to, za nov let lani, letos, še vedno smo letos, ja, je prišlo to ven, razumeš, in so mnoge zaprle in so imele take težave, ker je furs, durs, do to že vreja, je za nazaj hotel vse, veš. Ko mi je ravna kurac, res, ta politika. Ampak zdaj moraš ti to paziti, ne, zdaj si pa ti predstavljaj to. Ona ni zaslužila toliko, da bi ustalo, ne? In je toliko imela teh davkov na koncu, da so punce, bolj si mogli denar sposojati, kredite imati, zaslužila ni, pa še v minusu je bila zaradi teh davkov in so mnoge takrat zaprle, ampak pazi foro. Mnoge, ki so se ful izpostavile, ki so posnele pornič, ki so se pokazale z obrazom, predstavljaj si to pizdarijo, se pravi, si izpostavljen, to je šlo v krog, vsi vejo, a ti si zaključila s kariero, ker nisi mogla toliko denarja, pa vse ni zaslužila. Si predstavljaš to pizdarijo? Meni je tako na kurac, pač res, kako lahko ti sploh zdaj rečemo, jaz prodajam svoje telo, s to, da bom plačavala Robertu Golobu, da bo šel na dopust. Pač, what the fuck, mola? To je res najbolj brezvezna stvar, da si obdavčen. Če ti tebi nekdo recimo podari 100 evrov, ki te ima nekako rad in mu pošlješ slike in ti moraš plačati državi, pač to je res. Veš, kaj jaz bi jih postrelila. Očitno je fora v tem, da so ugotovili tu velik denar. Ne? Ja, tukaj samo krade, država samo krade, pač tu me tako jezi. Ja. Ampak imaš to pošlihtano, ne boš imela nekaj problema. Imam pošlihtano. Ker tu moraš biti pametna. Ne? Ljudje vas ne boli kurat za moje davke. Ok, zmenjeno. Kaj pa Robert Golob je naročen na tvoj OnlyFans? Si počekirala kaj? Ne, pazi, ja, to vidiš ti, kdo je naročen, z imenom, priimkom se to pokaže. Ne, večinoma imajo fake username. Kdo ti to pošilja, zdaj pizda, Golob ti pošilja? Kam imaš to? Ok, tvoja sestra, pozdravljajo. V glavnem, mislim, veš, to so, ne, to. Pač lahko povejo, se predstavijo. Aha, drugače si pa lahko anonimno ti. Ja. Sam kaj pa, ko plačaš, ko ti, ne vem, potegne denar od nekod, ne vidiš, kdo ga je dal? Ne, to je tako vse preko OnlyFansa. Aha. Koliko pa OnlyFans dejansko pobere denarja? OnlyFans... Recimo, da ti, ne vem, dobiš 1000 evrov, koliko OnlyFans? Meni mi pobere 20% in človeku od zadaj, naročniku, pobere tako še dodatnih 20%, ker pomeni, če jaz pošljem nekomu sliko za 20 evrov, on mora plačati 24 evrov in jaz dobim 16. Tako da nekako 40% pobere vse skupaj. Prav, da dejansko ne pobere niti toliko, če gledaš. Ja, pobere. Pobere? Preveč je za tebe? Mislim, imaš v glavi pač preveč pobere? Ne vem, meni mi pobere 20% in naročniku pobere 20%. Sam ti vsem 16 recimo dobiš od 20. To je samo 4 evre manj. Ja, on mora plačati 24. Ja, pač, komu ne zdaj, ne? Mislim, lahko vrneš, tudi teh 4, lahko daš teh 4 nazaj. Ja, pomisli, ti pobere 16, ti dobiš 16 evrov in pol ti še furs zahteva, da plačaš še dodatnih 22% ali pa 50% na davek. To je pa res. Ampak glej, samo kradejo. Samo kradejo, ne? Ja. Materno. Ampak glej, ne? Dosti, ker sploh študiram, da bi se izselila v Slovenijo. Nekaj verjetno tako na kurac. Saj še imaš čas. Ampak glej, to hočem reči, ne? Mnogi pravijo, ne, tem uporabnikom tega OnlyFans, da so to neki luzeri, ubogi ljudje, da to kaze to gledati, baš nage babe, vse posod, kaze ti plačuješ, vse ti kravi, da nisem zdaj na tebe, ampak na splošno, kaj ti je, kaj si tak luzer, kaj pa ne moreš drugače to, kak je tvoj pogled, ne, kdo so te tvoje uporabniki stranke, kakorkoli, da jih imenujemo, no? So to res takšni ljudje, da so ubogi, brez vsega, nimajo ženske v resnici, kdo je profil teh ljudi, ki so tvoji naročniki, tvoji odjemalci, no? Drugače, jaz neko punco podpiram in tako
sem naročena na njen OnlyFans iz Amerike in pač plačavam mesečno. Ja. Samo zato, ker me zanima, kaj objavlja. Nisem loser zaradi tega. Pač, sam tu ne vem, če podpiraš človeka, zakaj ne bi ga podpiral? Sprav, na tak način to gledaš kot podpiranje človeka. Ja, pač, samo sem pa hoče po tebe nage slike. To pa hočejo, pa da si ga na roke vržejo, recimo. To je namena, ni. Ja, sej pač ti plačajo za to. Ne, razumem to, ampak pravim, njih gledam, ne, ko jih ljudje pol obsojajo, pa kaj si tak loser, da si ga drkaš. Ja, sej on pa gre na porniče gledati tiste porno igralke. Samo zastojn, ne? Pornhub, on to zastojn, nič ne plača. Ko jebe, če so čip, mora kemčem. Ok, pošteno, nekaj hočem to reči, ne? Pa jaz razložim. Ja, porniči so dostopni vsem, sam če ti hočeš videti prav to konkretno osebo, boš pa mogel dati nekaj. Glej, vse porno zvezde so si ustvarile, tudi OnlyFans profil. Recimo, jaz sem imel za gostjo malo nazaj, zdaj je edina hrvaška porno zvezda Sweet Mary, moja prijateljica, si je tudi naredila OnlyFans in ji odlično gre, ne? Mnoge porno svetovne milijone služijo, pazi, ne? Ja. Ker je fora v tem, da je komunikacija z oboževalcem na OnlyFansu, to je ključ, ne? Da je komunikacija in ti ekstra njemu pošleš, ekstra za njega si se slekla, ekstra njemu govoriš in to ljudem pomeni ful. Jaz dokler nisem ta OnlyFans naštudiral, mislim, da je to pač ta bistvo samo tam na tem timelineu, kurac, v privatkah noter. Tam je tisto bistvo, ko ga imajo ljudje radi. In verjetno je tudi ta fora. Sprav, če hočeš Eriko Črnigoj, boš plačal, ne? Na tak način. Ne? Ja. Zato je pa pametno, da ti ne odgovarjaš na družabna omrežja, ker če se još tam pogovarjala, da bo pol kurac plačeval ti OnlyFans, če se tu pogovarjaš. Ne? Ja, res je. Samo pač tudi pomisliti, ko dosti moških gre na OnlyFans zaradi tega, ker pač njihove žene ali pa punce pač ne dajo dosti pozornosti na njih. No pa kaj misliš? Ja, je to problem, da pri puncah ne dobijo vsega, dovolj, kaj? Res ne vem, kakšne imajo stvari. Ja, pa misliš, ti potarnajo kaj v tem? Ma ja, dosti krat. Kaj reče? Pač tako, da ne vem, punca ne poskrbi za njega ali pa take stvari. Ja, pa kaj je rekel? Mislim, se je zmenil, mu rečeš pol, čuj pa, dej se probi zmen, se ni pa sam zdaj punca, se si tudi ti. Kdaj dam kakšen nasvet? Ja. Samo, ne vem, vse vsak ve zase, če mu njemu pa še plačavati meni, okej. Ja, pa si neke vrste tudi ti nek psihiater njihov, ti gledaš nek zaupnik tudi na vse zadnje. Ja, kdaj ja. Rataš nek prijatelj njihov, viš, to je zanimivo fora, nek prijatelj njihov, ne, tako na vročih linijah je bilo čas fora, da so ljudi klicali, pa so govorili čist druge stvari, razen seksa, pa je že rekla, pa daj pizza zdrki si, kako mi težiš svoji ženi, že 2 ure, pizza ti mater, ne, a veš, je že imela ga poln kurac, da kaj razlaga neke stvari, zakaj ona ni tam, ampak očitno, ampak glej, to zdaj, če gledaš, ne, da moški velikokrat rabi zgolj pogovor z žensko, nič drugega, ne. Ja. Zdaj, kdo je to kriv, ne, so krivi sami, so krivi njihove partnerke, sploh nimajo, imajo veliko teh, imajo partnerke, ali so samski ti tvoji, kaj veš, kjeri so? Večinoma so samski. So samski. Ja. Kaj pa tisti, ko niso? Kaj če punce zvejo to, kaj se zgodi, ti kjera te težila, kdaj že? Pač tu so njihove stvari. Ja, pa ti je že zatežila, kjera, pizda ti materna, ko ti z mojim se to meniš? Ne, pač ne sprašavam, kdo so njihove punce, ker pač to nima stvar. Jaz sem samska, jaz lahko delam krčem. Drži. Če imaš ti punco in se ti dobro počutiš, da pišeš drugi punci, to je pač tvoja stvar. Ne mene nič vmešavati. Zdaj, če te prav razumem, ti si odprla ta fan zato, ker hočeš kaj, stanovanje si kupiti. Ja. Koliko stane stanovanje v Kopru? Ful so draga. Kaj je to, koliko? Ja, stara stanovanja dobiš tako za 300 000, pa niti ne v Kopru. Ampak ti bi novo, ne? Pač itak dobiš stara, pol moraš še prenoviti. Ja. Pa kaj pa to, kaj, med 500 pa milijon? 500 000. Ja, pa kolikem času pa misliš ti to butnati? Po milijona? Ja. Upam, da v roku 2 letih. V 2 letih? Ja, upam. Imaš plan zaslužiti kaj, $500 000 na OnlyFansu? Upam. Pač v vsakem primeru jaz bom vzela kredit na banki. Ja. Že drugo leto, tako da bom upala, to je samo pač, da imam OnlyFans mi je plus, ker pač lahko vzamem več kredita. Sam da ti pa to kupiš, zrihtaš, moraš pa imeti denar, da to vzdržuješ, ne? Pa ne boš mogel. Vse to sploh ni tak problem. Itak, ne vem, ti kupiš stanovanje in recimo daješ 2000 evrov na mesec, 1000 evrov imaš plačo in pol lahko daš tudi, greš delati v kakšno drugo državo in daš komu najem. Pa zakaj si se to kopičila v to, da moraš stanovanje na vsak način imeti? Kaj je to fora? Zakaj si se to, da moram stanovanje, več ne pa gre vse v kurat? Zakaj? Ker že 2 leti živim, s to, da plačavam najemnikom. Ja, in pač to ti gre na živce. Isti mesec, ko sem imela 18 let, sem se izselila in sem šla v najem in pač
zakaj bi plačavala najemnikom, če si lahko sama nekaj kupim? Vse bi si že zdaj kupila, samo pač banka, ti sploh ne dobiš kredita. Je koš pol dober kredit, ker moraš imeti redno službo, ne? Za nedoločen čas. SP lahko dobiš kredit, samo rabiš počakati 1 leto. Aha, da vidijo prihodke. In kadar sem imela službo, pač za nedoločen čas, so mi ponudili ful malo kredita, pač 200,000, ma to ni nič. In rabim pol milijona. Ja. Nekaj glej, se pravim takle, ko te gledam, zdaj sem že rekel, ampak vseeno, ne, jaz res upam, da ne bo se ti to kaj zapletlo, ker si v redu punca, se te ne poznam dejansko, ampak bi mi bilo žal, da bi, ne vem, več se to sfukalo, da bi, ne vem, se zapletla v kakšne barabinske zgodbe, ne vem, na kakšno odvisnost, kakšno to, drugo, tretje. Jaz rač ne kadim, ne pijem, ne še. Glej, ker to upam, ker lej, pa boš to zdaj si cela vesela pa nadušena, pa to prije za tabo, pa boš šla s psiho v 3 pizde matene, ne. To ti polagam na srce, pusti telo, če si bučke not ne porivaš, to tako ne bo problem, ampak a veš, na to psiho bodi pozorna, to je večji problem, ne telo. Ne? Psiha, ki ne zdrži več dolgo časa teh stvari, se slejko prej se tu nekaj pokegla. Na tem delaj, čeprav zdaj misliš, da ni treba, to ti polagam na srce, tukaj moraš ostati cool, ker če te to sfuka, pa boš imela problem. Jaz rač dosti razmišljam. Preveč ne razmišljam. Ne, pač jaz na primer grem na sprehod, se usedem nekam in samo 1 uro gledam v prazno, mas tukaj razmišljam v najslabšem primeru, v najboljšem primeru, pač vse različne možnosti, razmišljam, kaj se lahko zgodi, pač jaz ful razmišljam, tako da pač res sem šla v to s tem, kar sem ful razmišljala. To mi še povej, je ta OnlyFans posel gre te punce zgolj zato, ker je denar ali ker te to malo rajca pizda v resnici, pa ker si malo Ne, jaz sem šla zaradi denarja. Za druge pa ne vem. Ti ni to vse neki malo ko me gledajo. Pač itak sem samozavestna, tako da mi ni problem, če me drugi gledajo. Ja, ne, pa mislim, če te to pali, da pališ druge, ti je to cool ali ne? Da bi rekla, zdaj bom pa to posnela pa. Če mi ne bi bilo cool, ne bi tega. To te vprašujem, ne? Či si pizda v resnici pol narajcana, ko delaš neki njim pa to ali ne, ali igraš to? Kdaj ja, kdaj ne. Od momenta. Tako vsaka prava igravka, ne? Ja. Kaj te je pa najbolj napalilo, recimo, ko si naredila na kakem posnetku za koga? Da si čist padla, pa si pozabila pizda, da se snemaš. Ne vem, odvisno s kom se pogovarjam. Aha, da je od tega, kaj ti on da nazaj. Ja. Pač odvisno do sebe. Ja. Kakšen connect. No. Pa ti je prišli, da je v resnici tudi, recimo, če je kdo hotel, da se šlataš do orgazma. Ja, govorila. To boš govorila. Še to, kar je pa nujno, pa ne govoriš. Pošteno. Kaj pa privat? Mislim, uživaš, si uživala v seksu privat ali bi lahko še bolj? Si razočaran nad fanti, kaj so ti ponudili na tem področju? Kaj? Nikoli kaj? Nisem bila razočarana. Se pravi, da si najdela fajne ljubimce. Ja, pač itak vsak, ne vem, seksa na drug način in važno je tista pač povezava. Ja, no pa kaj pa te najbolj pali? Privat rečemo. Kaj ti zdaj rečeš? Da so ljudje odprti, tako kot jaz. Pač ful mi je všeč, da fant, pač da je odprt, kot jaz, da bi hotel probati nove stvari, da ni zdaj fuck, jaz stavo narobe. Ampak ja, okej, da probamo. Ja, poti pa bučko predlaga, boš pa rekla, jebi se, ne? Ja, pizda, jaz si veš, imam rada odprte. Če tole je bučko, ne vete, kaj tole ne Lahko dam jaz noter urit, bomo videli, ne vem, mogoče bo za, ne vem. Ja, če bo za, mu dam. Mu daš. A s tem pa nimaš težav, ali kaj? Ferika, v redu. Mislim, kaj ne rečem, v redu, ne? Ja, no kar povej. Bučke niso zame. Bučke niso znate. Ja. Kaj pa kakšna druga zelenjava? Korenček? Ne. Koleraba? Ne. Tudi ne. Kaj so še? Peteršilj? Ni zelenjave zame. Tale čebula? Samo silikonske igračke. Silikonske igračke. Pa kam imaš temi igračkami? To moče, da ti bolj paše kot prava stvar, te igračke. Ja, pač, zakaj bi si dala zelenjavo, če so igračke specifično za to? Ja, pa zelenjava je naravna, bio, ne? Ja, mislim, ne vem, prašam te, ne? Veš, ne? Pa koliko imaš teh igračk? Veš, imam ene par, itek zdaj imam še zastonj, jih dobavamo sodelovanj, da jih promoviram, tako da pač vse naberejo. Kaj pa porno industrija? To te ne bi nikoli zanimalo? Ja, pa smo tam. Ja, ne vem. Pač na OnlyFansu mogoče, ampak prav tako, da bi šla na Pornhub, verjetno ne. Ali pa prav, da vem, snemati profesionalno porno kariero.
V ZDA? Ne. Ne. Ne vem. Če bi mi ponudili tako 2-3 milijone, ja. Če bi govorili od par tisočih evrih, ne. Se pravi, za pravi denar. Zato, to bi mi bilo pa res pravno fakt, da me vidi družina. Pa vidite vsi videli, ja. Ja. Kaj pa ti, recimo, prijatelji ali pa prijateljice so gledali, vejo, mislim, so gledali, kaj tam gor ti objavlja? Drugače takim večinama pokažem. Ja, in kaj pravijo? Pač, ne vem, imam take prijateljice, ki so ful odprte in nimamo sram med sabo in me podpirajo. Reče, bravo, stara, svaka čast. Ja. Tole si si pa dobro odporinila, bravo, svaka ti čast. Ali pa, kaj pa oni si ne naredijo OnlyFansa? Pač ni to za vse. Aha. Zakaj bi si delala, če jim njim ne paše? No pa kakšna pa mora biti punca, poleg tega, da rabi denar? Kakšna pa mora biti, da si to dejansko odpre, da si upa? Kaj pa tvoje misliš? Moraš biti ful samozavesten. Res moraš biti ful samozavesten. Ti moraš vedeti, jaz sama sebi sem si ful lepa. Če se ne bi jaz počutila lepo, sigurno si ne bi naredila OnlyFansa, ker bi me sekiralo, kaj si drugi mislijo od tebe. Sprav, tudi če bi ti plačali, bi se ti obremenjevala, da nisi dosti dobra. Ja. Tudi, naprimer, ful moraš imeti trdo kožo, ne smete brigati, kaj si drugi mislijo, ker če se sekiraš, kaj si drugi mislijo in greš na socialna omrežja, te bo potolklo. Ok. Erika, kdaj si nazadnje seksala? En mesec nazaj. Kaj? En mesec nazaj. En mesec nazaj. Kaj? En mesec nazaj? Ja, pa mislim, je to normalno, da tako dolg nisi. Ja, to je minimum. Je že mal kriza? Ali? Ne, en mesec je to, kar je v redu. Ja, ne vem, če pride in če ne. Ja, normalno, seveda. Zdaj pa to, kar vprašam vsakega gosta, pa bom tudi tebe, ne? Kdaj si pa nazadnje jokala, Erika, in zakaj? Okay, jaz bom povedala po resnici, jaz drugače res ne jočem. Nisem verjetno že par let. Edino v zadnje sem se zjokala 2 meseca nazaj, ker me je en prijatelj prisilil. Je ful hotel, da mu neki stvari povem, se nisem hotela pogovarjati in me je dejansko prisilil do tega, da sem se zjokala. In to je bilo edino 2 meseca nazaj, drugače, ne vem, lahko če kakšna mucka umre. Pa kaj si mu pa povedala, kaj vse? Ne, osebne stvari. Pa zakaj pa te to silo, da si povedala mu? Ne, smo se pogovarjali in jaz nisem hotela povedati določenih stvari in pole je ustrajal in je butan, no manj, drugače pa jaz presežem, jaz ful ne jočem, ne morem, nimam dosti. Tukaj se ne ful sekiram, kaj si drugi mislijo. Samo, ne vem, če slučajno lih prije do tega se Kaj pa kak film, pa muzika, to te ne gane? Ne, muzika ne, filmi ne. Piješ, da rija. A taka si ti, ker smejiš se parada, ne? Ne vem, jaz sem zmeri nasmejala. Se prav. Ne vem, zakaj se zmeri smejem. Ja. Am probala biti resna. Ne rabiš biti. Erika, zdaj pa če mogoče ob finalu... Jaz sem ful pozitiven človek. Kaj si? Pozitiven. Bravo. Če ob finalu najnega človeka zamenjama vlogi, ne, pa ti mene vprašaš 3 vprašanja, ne, karkoli želiš, kaj bi to bilo? Jaz bi rada slišala malo te tvoje pornografske službe. Ja, izvoli. Ja. Kaj te zanima? Kaj si tam delal? Lej, to je bila vdaja z naslovom Gartnerjev bordel. Okay. Ti si bila takrat, po moje, ja pa ne, vse so gledali, tudi, bomo rekel, vsi možni. To je bila vdaja, začela se je leta 2016, končala se je leta 2023, 2024, če se ne moti. Ja, to je bilo zdaj. To je bila, ko je ta vdaja šla vsak petek ob polnoči na televiziji ven, so gledali vsi. Ne vem, na televiziji. Ja. Kaj je bilo? Počakaj, do Kopra očitno ni prišlo. Ko so bile gostje pornozvezdne, no limit. Mi smo imeli seks v živo. Mi smo imeli audicije, da so se tipi prijavili za novega pornozvezdnika. Mi smo imeli seks v živo, folk je klical. Po televiziji? Po televiziji, v moji vdaji. Edina vdaja, bom rekel, ne samo v Sloveniji, tudi na Balkanu in širše. Reportaže z erotičnih sejmov, od Berlina, Prage, Celja, Ljubljane. Jaz sem bil 2 leti nazaj, sem bil voditelj ljubljanskega erotičnega sejma, by the way. No? Ampak glavnem, ko so bile pornozvezde, tekmovanje v skvrtu, učne ure fistinga, to smo vse kazali. Mislim, ne jaz, to so kazali gostje. Ne? To smo vse počeli. V moji vdaji, vprosti. Ja. Ko so prišli znani Slovenci, je bila pa debata o seksu, smo se pač pogovarjali. Ni se zdaj slekla pevka, ne? Ker ni imel veze. Ko je bila pa pornozvezda, smo šli pa na polno. In ko sem jaz imel prvi seks v živo,
mislim, drugo sezono je folk klical not, kaj želi videti in so pa ti not počeli. Bil en tip, ena trenika je bila takrat celo in ena, ki je pač seksala s to treniko, smo naredili totalno perverzijo. Drugi live show je bila pa ena pornozvezda Lola Shine iz Dubaja je prišla in se mi je javilo najprej 200 tipov, na koncu je prišli 5 in so šli gor in smo videli, komu bo ostal, ti si je na koncu lahko seksu in je na koncu ostal sam enemu in ti si je zmagal na televiziji. Na televiziji. TV Arena je bil program, jaz sem prišel z te televizije 2 leti nazaj, pa sem obrnil v karieri svoj list, ampak to je bilo to. Gartnerjev bordel. Če zgooglaš, boš dobila vse, pa mislim, da imaš še ene vdaje na določenih teh spletnih straneh, ko imajo torrente slovenskih, ko se moraš prijaviti gor, mislim, da so še neke sezone, ker na YouTubeu so tudi eni delčki, samo tam ni golote. Ne? In ko so bili znani Slovenci, je bila gledanost tako, čim je bila pornozvezda, Joške, Lulike, Riti, je šlo tako. Res? Ja. In to so bili pogovori, da so ljudje spoznali za kulisje pornofilmov, kako živijo pornozvezde, kaj počnejo, kako se dela. In ko so bile pa zebance, je bilo pa vse možno. In ko smo imeli tekmovanje v skvrtu, smo dali na tla pržgane sveče in je šlo, koliko sveč bo ugasnila. Ti sploh ne veš, kako se pogovarjaš, ampak pustimo. Ampak to je bilo nazaj. Tega se ne delam več. Ne? Zakaj ne? Naveličal sem se po 8 fucking letih. In je bil čas, da začnem delati nekaj drugega. Bi te pa takrat gostil na vdaji, zagotovo. Ne si bila oblečena, se ne rabiš biti slečena. Ja, ne rabiš, ni bil to pogoj. Pornozvezda se je pa slekla, zato ker to dela. Ostalim si ni bilo treba, so bili normalni. So se pogovarjali. Ne? Tako da ja, drugo vprašanje. Kje delaš zdaj? Kaj? Kje delaš zdaj? Zdaj delam na radiju, zdaj delam podcaste, delam na Veseljak TV z Jasno Kuljaj, imamo eno vdajo, ker video spote ocenjujemo, vodim prireditve, vsega boga delam. Ja. Od seksa sem se pa malo distanciral, tako da ti si zdaj po Sweet Mary prva gostja, s katero se dejansko v seksu malo konkretno menimo, kar me veseli, da bo rekel, lega, isto fucking Gartner je šel kurac, ne zna se več o tem pogovarjati, se znamo, samo da smo bolj na nivoju, da smo oblečeni, ker je YouTube, to ne moramo se slačiti za YouTube. In delam zdaj celega boga in ti povem, da nič ne pogrešam tega. Ne. Mislim, sem se naveličal vseh teh punc, tega sodelovanja, gledanja, golote, gor, dol, sem na koncu tu in sem rekel, ne eno oblečeno punco, končno vidim, pizdo mateno, ker to je bilo noro. To je bilo 8 let. Jaz sem imel dostop do vsega backstage, do vsega, sob, gor, dol. In to smo res posneli, sodelovali tudi v Swinger Club, tale, kaj je malo naprej od Slovenije, pizdo materno. Welcome Club, ja. To je Swinger Club, italijansko-avstrijska slovenska meja in smo delili reportažo v 3 delih, kaj se tam dogaja, kjer je punce, to smo bilo ful zanimivo, zdaj pa folk to gledal. Ne? In to ni bilo blefa, to je bilo tako, ko smo naredili pa... Kako se tiče šel? Gartnerjev bordel. Ne, mogoče so tvoji gledali, ne vem. Ne. Bilo je to res gleda, pa to se pravim, 2 leti tega zdaj ni več, ne, smo zaključili, pa zdaj bi bil, recimo, razmišljam, sejmov ni že 3 leta več. Ne v Celju, ne v Ljubljani. Kakšnih sejmov? Erotičnih sejmov. Ne? Ko pridejo pornozvezde, pa je na odru gor se dela cel razvrat in celi šovi. To se je delo v Sloveniji? Ja, ki ti šviš, ja, v Kopru, sorry. V Celju je bil sejem skoraj 20 let. Resno? Ja, erotični sejem. Pa v Ljubljani, ne? Razumeš, ampak tega zdaj zadnje 2 leta ni. Ne? Punce marsikere ne bi šle več na vdajo, tako si rekel, ti, ja, ne grem, ne? Bom OnlyFans imam, koga bi jaz sploh še gostil lahko. Ne? Mogoče sem se prav čas umaknil, ne? Ja. Ko je še to bilo, a veš, zanimivo in mogoče nismo res imeli po vseh teh letih, mi smo naredili vse. Mi smo v tej vdaji, zdaj, ko razmišljam za nazaj, rečem, ko isto, ti si fucking, ko ste vi, ampak to je bilo vse šov, veš. Tudi ko je bilo to, ko sem ti razlagal, to je bilo vse narejeno na smešen, ker sem fucking, ne. In jaz sem se skozi zabaval zraven, ne. Jaz sem se skozi hecel in je bilo vse tako, da ljudje so to radi gledali in ko so predstavili, kva ti delajo, pizda. Ampak je bilo fajn, sam mi ni žal in res ne pogrešam. No. Ja. Zadnje vprašanje. Tako, po resnici, kaj si zdaj ti misliš o meni? Tako, ko imam OnlyFans, tudi kakšno imaš mnenje od OnlyFansa? Ja, mislim, jaz gledam to, da sem delal v tem poslu. Lahko ti zaradi mene pizda si pornozvezda. Pa če se ti zdi čudno, če bi imel punco, tako kot ima OnlyFans. Tako ti mi rekel, če mi ne bi bila kul, da ne bi povabil na podcast, ne? Pa lahko ti, ne vem, imam zdaj v glavi, boš naredila bi ne vem kakve oglede, kdo ve, lahko da mi jih ne boš, vse ne vemo, ne? Ni pravil, ne? Meni si pač ti ok, sem rekel, da je faca,
o tem govorila, povabim jo, pizda, ne? In preseneča me to, da si zrela, ne? Jaz sem te malo bolj za neumno, moram biti iskren. Pa nisi, si dovolj pametna, da veš, kaj govoriš, kar me zelo veseli, torej tako neko down to earth in zgleda, da imaš točno določen, kaj boš pizda v lifeu počela in to mi je všeč in to pred 20 letih. Pustimo OnlyFans, le bilo kaj druga, ne? Kar se pa tiče tega, glej, je pa tako. Jaz, pizda, ko sem imel 8 let, to porno vdajo, bom zdaj sodil ljudi, pizda, nemogoče. Ne? In meni je vse kul, dokler je zaupanje med dvema. Ne? Le tudi porno zvezde mnoge so imele družine, so imele moža, so imele otroke. Res je zdaj to hecno, ne? Ja, njena služba je, da se fuka z drugimi. Ja, sam. Business in love. Ko je konc, ne? A veš, ne? Mnogi so imeli tudi z istega posla partnerja, mnoge pa ne. Ja, pa kak lahko imaš tako? Ne? Ali pa go plesavka, ne? Se tudi pizda zvija gor, ne? V diskoteka gor dol, pa je polen ima pa Playboyeva zajčica. Ne? Zdaj boš pa težil. Se pravi, če si izbereš takšno punco, ne ji težiti. Ne? Pa če denar prinese domov, pizda, kaj težiš? Ja, se, sugar mamica. Sodeluj še zraven, pizda ti, pa ne tež, če si pač tak tip. Ampak problem pri teh zadevah je, da ljudje hitro obsojajo. Ne? In potem imaš problem. Ja. Zato moraš res najti takega, ki te bo podpiral, res da to ni enostavno. Le, tudi jaz, ko sem imel to vdajo, meni je 99,9% punc za resno zvezo odpadlo. Ker so imeli v glavi, da pofukam vse, kar leze pa gre. Ker sem bil isto fucking partner. Ne? Ker pofukam vse, porno zvezde vse. Pa to ni res. Jaz nisem bil Hugh Hefner, lastnik Playboya. Jaz sem bil showmaker, voditelj. Jaz sem TV voditelj, jaz nisem imel doma harema, ne? Čeprav je izgleda, kot da ga imam. Ker sem pač imel punce čez, ne? Na vdajah. Ne? Ampak hočem reči, da tudi pri tebi je ta fora, da boš žal morala najti enega, ki te bo tu podpiral, ki te bo razumel. In kar se mene tiče, mene boli kurac. Ne? Zdaj, dokler jaz nimam mene take, kot to imam, mogoče zdaj pametujem lahko, pa bi me pa to zmotilo. Jaz ne vem, ker nisem še imel nobene take z tega posla. Ne? Zdaj sem že 6 mesecev zaljubljen na novo, ne? Čudovito punco Moniko, razumeš, ampak zdaj ne delam več bordela. Če bi ga delal, ne vem, mogoče bi rekla isto pizda, mene to moti. Ne vem, ne? Ker ga ne dehala, nima ga več, ne vem, kaj bi bilo. Ve vse v meni odprej, ampak to je to, ne? Ampak mislim, da bi zdaj ona, ne vem, imela OnlyFans, ne? Pizda, pa da ga ima že prej, pa da jo spoznam v tem, pol tak vem, da to že ima. Da ga odpre med tem, ko je z mano, ja pizda, smo se menda zmela, da ga bo, ne? Torej, jaz mislim, da ne bi smel imeti težav, v končni fazi OnlyFans je še najmanj sporn, v narekovajih, se ni stikal z nobenim. Ne? Ja. To ni prostitucija, to ni pornografija, punca je doma, kaže se, ok. Ne? Jaz mislim, da bi bilo treba začeti znatno manj obsojati dekleta, ker ravno ta, kaj bodo pa drugi rekli, je uničil največ sanj. Mnoge so hotele biti pornozvezde, mnoge so hotele biti ne vem kaj, pa so rekli, kurva, pa mi bo pa težil, pa mi bo tam moril, pa so pa v tujino šle po tujimi imeni, pa nas skrivaj, veš, koliko teh zgodb. Ne? In v Sloveniji nimamo pornozvezd. Zakaj? Prvič, ker ne moramo zagotoviti posla, ker noben to ne snema, in drugič, ker bi jih skurili na grmadi. Ja, obil bi jih pizda, ne? Mnogi ne, preveč pa jalejo to, ne? In pa si ti predstavlja, če se izpostaviš, naredi zgodbo, posla ni, denar ti pade, in si zaključila, ne moreš nobene službe dobiti več. Res je. Zato ti jaz pravi, upam, da imaš to. Imam, verjamem. Imaš, jaz pa to delala pač naprej, ne? Jaz sem nisem znala enega full fine fanta. Full smo se poštekali in pa kaz OnlyFans me ovira, joj. A to je rekel? Ja, nisem me neče več. Imam OnlyFans. Ne, kaj je mlad pet, ne? A? Je mlad fant. Ja. Je pravno ljubezen ali denar. Ja, lej, mogla boš spoznati enega, ki ga to ne bo motilo. Škoda. Pa poveš to takoj na začetku že? Ali, ja. Ja, se to je pošteno, pizda. Prvo, pač... Zdravo, jaz ne rekel, imam OnlyFans, veš, te to moti? Ja, dosti ne vem, kar pač povem, imam OnlyFans. Ja, pa kaj rečejo? Ja, pač rečejo, da jih ne moti, za resno zvezo jih moti. Jih moti, ne? No, se tako sem ti rekel, ne? Lej, to so te specifični poklici, bom rekel, ne? Ja, se jih razumem. Ja, ne? Mene bi me tudi motilo, da bi fant imel, če jaz ne bi imel. Jaz jih razumem, ampak to pa ne pomeni, da ni takih, ki ne bodo to sprejeli, če posebej, če bi jih to malo rajcalo. Ne? A veš, da bi tam gledal tebe, kak se ti zdaj snemaš, to pa je ono, kurva, gledal, kaj pa moja dela. Pa bi ga to vzbujalo, pa bi še pa šel seksat s tabo, razumeš, ko ti to končaš, takega moraš najti, takega malo prasca, veš. Ja. Da bi mu to bilo cool, ne?
Delaj na tem, da najdeš prasca, ki je zraven baraba, ali pa si rekla, pa še da fajn zgleda, pa da v fitness hodi, pa da ni presuh, ali kaj si vse naštela prej, pizda, ne? Te 40 karakteristik, ki jih mora imeti, pa da se lepo do tebe obnaša, ne? Erika, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, smo kaj pozabila povedati, smo kaj pozabila izpostaviti, kaj si hotela mogoče o čem govoriti, pa nisva. Rekla, ne judžati ljudi, ne biti nesramni, zmeri bodite prijazni, nikoli ne veš, kaj imajo ljudje za sabo. In dajte samo subskrbati na YouTube kanal. Mislim, no, nič drugo dodal, razen to, da se subskrbite na njen OnlyFans, ne? Če še že niste, pizda vam materna, ne? Pa ne idite žiti z bučkami, pa za nalog, ker tega ne dela, pika, ne? Ja. Pa če kdo hoče polulati, ga mora imeti prej res zelo rada. Ja, Sem dobro res rekel? je. Ja. Evo, vidiš. Erika, hvala ti lepa, da si si vzela čas in prišla direktno iz Kopra v fucking Celje, ne, narediti tale podcast. Zdaj, če ne naredimo vsaj 10,000 ogledov, smo v pizdi, ne. Ja. Samo veš, da res ni pravil. Od enega pričakuješ ful, 50 minimum. pa to bi jaz sem tudi za, ne. Eni naredijo, eni pa ne, pizda, ne. Ja, Odvisno, koliko smo fajn. gledaš, kaj je delila, pizda, ne. Pa ne na OnlyFansa, Bom. gledaš, kaj je delila, ko je pa razumeš tam, če imaš tukaj teh followerjev, Pač me teget. Te bom, ja. Družba, uživajte, držite se in čao. Čau, čau.